Dobrodošli vsi. Zdaj bi pa jaz kar otvorila posvetovanje, če tako rečem, strokovno posvetovanje, in bi prosila ta prvega panelista, ministra za okolje in prostor, magistra Andreja Vizjaka, da poda svoja stališča. Pa bom jaz tudi takole naredila, da ga boste lažje videli. Hvala lepa za povabilo in to priložnost, da predstavim pravzaprav temeljne namene in cilje predloga novele zakona o vodah, ki je dvignil toliko prahu, jaz mislim, da povsem po nepotrebnem, verjetno je bilo napačnih interpretacij, ampak kakorkoli, no, mislim, da je ta današnji dogodek namenjen prav temu, da si razčistimo te dileme in tudi, da je zelo jasno podčrtan, kaj je bil naš namen in cilj. In da je to tudi zapisano v tekstu in verjamem, da so se vsi udeleženci prebrali teh nekaj vrstic zakona in verjetno za svojim znanjem tudi druge zakonodaje ustvarili svoje mnenje. Torej, namen in cilj tega zakona je prvič zagotoviti več denarja za vzdrževanje vodotokov, predvsem v luči večje poplavne varnosti, kajti podhranjenost financiranja vzdrževanja vodotokov v preteklih letih se kaže vedno in znova, ko potoki, reke prestopijo svoje bregove in takrat ugotavljamo, katere naplavine niso bile odstranjene oziroma katera zarast in podobno povzroča le to. To je prvi in temeljni namen, torej z zakonom omogočamo, da se sredstva sklada za vode namenjajo tudi za vzdrževanje vodotokov in da vse ta sredstva dodajo integralnemu proračunu. V integralnem proračunu je tega denarja 8 milijonov evrov, je pravzaprav letos že porabljen. In iz sklada za vode se dodatno namenja še 17 milijonov, kar pomeni, da več kot 25 milijonov evrov je predvideno v letošnjem letu, kar je rekord. Zdaj seveda z referendumom je to tudi zablokirano in jaz upam, da bo kmalu to odblokirano. Drug pomemben cilj tega zakona je omejiti gradnje oziroma posege na priobalna zemljišča. Namreč doslej je bilo možno z oženjem priobalnega zemljišča izvajati posege, katerekoli posege. Tako so se v preteklih desetletjih po uveljavitvi zakona o vodah leta 2002 na priobalnem pasu zgradile številne tovarne, tudi zasebne stanovanjske hiše, tudi nekatere vile in kar 80% teh posegov je bilo torej zasebne rabe. Mi z zakonom to možnost poslej črtamo in omogočamo, da se na priobalnem zemljišču doda ena nova izjema, kajti v 37. členu zakona o vodah so že napisane izjeme, katere se lahko gradijo na priobalnem pasu. Ena takšnih izjem so seveda infrastruktura, normalno ne moreš graditi mostu, če ne moreš posegati na priobalni pas in podobno. Torej, mi tem dodajamo še objekte javne rabe oziroma javne rabe po gradbenem zakonu. Torej, če povzamem ta dva člena, to se pravi črtanje 6. in 7. alineje 14. člena in nova alineja 37. člena pomeni, da iz vseh objektov je poslej možno graditi zgolj objekte javne rabe pod enakimi pogoji kot doslej. Zdaj, tu je bilo veliko nerazumevanja, kajti urejanje oziroma posegi v prostor se ne urejajo z zakonom o vodah. Vi veste vsi, da imamo zakon o urejanju prostora, tako imamo ZUREP, da imamo gradbeni zakon, po zakonu urejanja prostora seveda lahko in moramo najprej narediti prostorske podlage za posege v prostor in na podlagi le teh lahko pridobimo gradbeno dovoljenje, ob seveda številnih soglasjih, med drugim tudi soglasju Direkcije za vode. To želim poudariti, ker sem sledil tudi tem interpretacijam, češ, da bo možno sedaj po novem posegati v priobalni pas zgolj na podlagi vodnega mnenja oziroma soglasja, kar niti približno ne drži. In tudi ne drži, da je to možno posegati v divjini oziroma vse povsod. Ne, najprej mora biti tam ustrezna prostorska podlaga, sprejet prostorsko izvedben akt, ali občinski ali državni. Seveda, da se sprejme tak prostorsko izvedben akt, veste, da mora iti še vse mnenjedajalce, tudi Direkcija za vode, tudi številne druge mnenjedajalce, Ministrstvo za kmetijstvo, mimogrede glede posegov na kmetijska zemljišča in podobno. Seveda, skozi proceduro se tudi pri sprejemanju prostorsko izvedbenih aktov posluša javnost, ima pravico sodelovati in vplivati na tak prostorsko izvedben akt. Torej, posegi na priobalna zemljišča torej nosijo vse iste strokovne predpogoje kot doslej
in ni res, da je to mogoče zdaj graditi vse posod tudi izven naselij. Ni res. To je možno graditi zgolj tam, kjer je prostor urbaniziran oziroma kjer je to predvidena pozidava, predvidena s prostorsko izvedenim aktom. No in še tretji namen zakona je ta, da seveda financiramo tudi, uredimo financiranje Inštituta za vode. Torej, zakaj je skrajšan postopek, ker smo želeli te in tako, recimo, kot sem veliko očitkov doživel, zato, ker želimo te spremembe, ki so pozitivne, uveljaviti čim prej. Toliko z moje strani. Verjetno bo pa direktor Kramar povedal, da je sedaj tudi odločanje o tem prepuščeno stroki, da direkciji za vode je stroka, ni stroka samo v društvih, mi vas cenimo in spoštujemo, ampak stroka je tudi na ministrstvu, tudi v organih državne uprave. Hvala lepa, minister, da ste se tudi držali dogovora in 5 minut, tako da cenim. Zdaj bi pa prosila gospoda Kramarja, direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, za svojo prezentacijo oziroma pač razpravo 5 minut. Ja, hvala lepa. Glede, jaz se bolj opredelil na postopek samega potrjevanja oziroma ne zdaj, če izhajamo, največje spor je to seveda zdaj v priobalno zemljišče, kjer vemo, kaj zakon predvideva, kaj so zunanje meje priobalnega zemljišča, da še enkrat ponovimo, na vodah prvega reda je to 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah drugega reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča in na vodah prvega reda so na območju naselja najmanj 40 metrov od vodnega od zemljišča. Ne? To je zato, da je lažje osnovo. Zdaj veste, da 37. člen predvideva, da se bodo lahko te objekti, ki jih imamo v prvem odstavku tega člena, umeščali, da bodo morali pridobiti vodno soglasje. To bi rad poudaril, da je vodno soglasje, da izdaja vodnega soglasja je uradni postopek, ki se vodi po ZUP-u in se konča z odločbo. Namreč to je pomembno, da to ni kar en takšen akt papir. In tudi tu smo hotel ali ne, iz člena 153, kjer govori, da imamo za izdajo vodnega soglasja neke roke, 60, 30 ali 15 dni, je pa pomembno, ne, to se pravi, ker časih tudi, ki pride kakšne zapletanja zamujanja, da potem ne bi to bilo avtomatizem, da bi si to predstavljalo, da bo avtomatsko s tem vodno soglasje dano, kakor je prej navedeno, ampak se piše, če se gre za vodno soglasje, se šteje za dano, razen če gre za poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču. To se pravi, tu, ko bomo mi odločali o umeščanju na priobalno zemljišče ali vodno zemljišče, ni roka, ni avtomatskega roka, da po 36 ali 15 dneh stvar poteče. Zdaj bi samo na hitro vam, zato, ker tu se govori, kako je bilo prej, kako je zdaj, od kakšen je postopek na levi strani zakona o vodah trenutnega in po noveli. Po trenutnem je šlo za zoženje priobalnega pasu in občina je na MOP vložila pobudo za določitev drugačne meje priobalnega zemljišča. MOP je na to posredoval pobudo na DRSV za pridobitev strokovnega mnenja. In tukaj se je potem izvedla vsa presoja in sicer je DRSV preveril, ali so kumulativno izpolnjeni pogoji določeni zakonom o vodah 1, to se pravi pogoji, ki so v 14. členu zapisani. Pa jih bom pozneje še enkrat pokazal. In potem, to se pravi, tu se je strokovno odločilo, ali je možno ali ni možno. In če je DRSV izdal negativno mnenje, je to mnenje posredoval MOP-u in MOP je obvestil občino, da se sprememba meje ne dovoljuje. Vkolikor je bilo mnenje DRSV strokovno mnenje pozitivno, je MOP pripravil uredbo o zoženju priobalnega pasu oziroma zemljišča in vlada je sprejela uredbo o zoženju priobalnega zemljišča. To je bil postopek, ki je trenutno veljav in po katerem še 30 postopkov tudi teče. Z novelacijo zakona oziroma spremembo zakona se to spremeni v tem, da sedaj investitor oziroma njegov pooblaščenec vloži na Direkcijo za vode vlogo za izdajo vodnega soglasja. DRSV preveri, ali so kumulativno izpolnjeni pogoji določeni v 37. členu novele zakona o vodah 1. To se pravi podobno kot prej. V primeru, da so pogoji niso izpolnjeni, DRSV izda negativno odločbo, s katero se zahtevek za izdajo vodnega soglasja zavrne. To se pravi, ne bo možno umestiti.
v primeru, da so pogoji izpolnjeni, DRSV za odločbo o vodnem soglasju. Skratka, to je postopek prej in to je postopek sedaj. Da pa bomo videli, po katerih kriterijih smo na DRSV postopamo oziroma preverjamo sedaj in kako bomo v prihodnje, sem tudi dal tukaj primerjavo, kako se preverja to po 14. členu in kako se bo preverjalo po 37. členu. Ker tukaj piše, ne glede na določbe drugega odstavka 14. člena, lahko vlada na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo, ki zoži prebivalno zemljišče, če. In tukaj je zdaj če. In potem smo presojali, gre za posege na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja. Zdaj imamo pa vodno soglasje in za posege se za vodno soglasje. In mi zopet poseg, mislim, kako mi zdaj odločamo prvič. Če ne gre za posege v nasprotju s pogojem za iskanje, izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezano erozijske celinskih voda in morja. Tukaj mi takoj preidemo na poplavno uredbo. In tu bomo presojali po poplavni uredbi, tam imamo tabelo, 1, 2, priloga, to se pravi postopek, ki je že zdaj bil znan in se bo pogledalo tam, ali je tu predtem, seveda, še predtem bomo pa sploh pred bomo začeli pregledovati, potem bomo pogledali, ali je ta poseg, ki je predviden, sploh v nekem prostorskem aktu predviden, da se lahko tam umesti. Če ne bo z nekim prostorskim aktom to pokrito, bo seveda presoja odpadla nadaljna in bo takoj zavrnitev. Potem po starem se je odločalo, če se s tem ne povečuje poplavne erozijske nevarnosti ali ogroženosti, to je ostalo, zdaj 37 člen se preneslo isto, to je še malo bolj strožji kriterij prve točke, ki je, še posebej pogledamo. Potem, če se s tem ne poslabšuje stanje voda, isto zdaj, če se s tem ne poslabšuje stanje voda, tukaj bomo pogledali, mi imamo neke referenčne odseke, mi imamo s kartami pokrito že, ker dobršen del Slovenije, kjer ugotavljamo, ali je dobro ali slabo stanje voda. Tam, kjer je že slabo stanje voda, nimamo kaj, tam se ne more, se poslabšuje. In to se pravi, kjer pa nimamo gledali kvaliteto, to se pravi glede nadvajanja in čiščenja, zopet se bomo poslužili uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode ali pa uredbe o malih čistilnih napravah. Drugo so pa morfološke spremembe, to so pa fizični posegi in bomo po tem kriteriju pregledovali. A lahko pospešite majčkeno? Ja, če je omogočeno izvajanje javne službe, je prej in zdaj isto. Tukaj bomo vprašali naše koncesionarje in bojo oni tisti strokovno dali. Ne omejuje obstoječe posebne rabe vode, isto je zdaj, pogledamo pač, kaj imamo, koga že ima rabo vode in bomo tudi pozvali, da se izjasnijo v postopku. To se hočem pokazati, da gre za dva praktično enaka postopka, glede, da s točko 1 še malo stvari zaostrujemo. In tudi tole isto, to se pravi, ni spremembe. Bilo je v javnosti, pa tudi po televiziji, izražen dvom o tem, ali so uradniki na Direkciji za vode usposobljeni sploh za takšne presoje. Kot sem že zdaj pokazal, te isti, ki jih pač vi imenujete uradniki, jaz jih imenujemo strokovnjaki. Namreč, hočem povedati, kakšna je zasedba Direkcije za vode. Imamo z doktoratom 7 oseb, zaposlenih magistrov znanosti 17, 108 oseb univerzitetne izobrazbe ali magisterija bolonjske druge stopnje, pa 18 oseb visokošolske izobrazbe. Mislim, da bi bilo zelo krivično govoriti o tem, da so to laiki in uradniki, ampak jaz mislim, da so to strokovnjaki, ker tukaj se postavlja namreč vprašanje, kaj je strokovna javnost in kdo je uradnik. Imamo primere dveh popolnoma enakih profilov, če rečemo 2 doktorja biologije, 2 člana enega društva, 2 predavata na nekih fakultetah, samo da eden je še pri nam zaposlen in eden je za vas uradnik, drug je pa strokovna javnost. Tako to hočem povedati, o tem bo odločala stroka. Lahko zaključite, prosim. Ja, bo odločala stroka, tako kot je odločala do sedaj, in ne uradniki, in odločali bojo po ZUP-u. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer, v bistvu ste kar že naslednjemu skoraj cel čas pobrali, ampak nadaljujemo z naslednjo panelistko, profesor dr. Natašo Atanasovo. Samo trenutek, da jaz bomo zdaj kar nadaljevali z temi prezentacijami. Takole. Prosim, Nataša. Pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Torej, jaz bom na kratko predstavila nekaj strokovnih pogledov na vlogo priobalnih zemljišč pri ohranjanju kakovosti površinskih voda. In sicer samo na kratko bi predstavila predvsem dva vidika. Prvi je ta, da se na priobalnih zemljiščih nahajajo priobalni ekosistemi, ki so zelo povezani s samim vodnim ekosistemom. In svojo biotsko pestrostjo pravzaprav ti ekosistemi omogočajo samo čistilno sposobnost vodnega sistema. Kot drugo pa uravnavajo povezavo med zaledjem in vodnim ekosistemom. Naprimer, tako, da zadržijo in predelajo, da se tako izrazim, določene snovi, ki prihajajo iz zaledja, zato da te ne pridejo direktno v vodno telo. Drugi vidik, ki je zelo pomemben, je ohranjanje teh zemljišč, zato da lahko na njih izvajamo določene ukrepe, recimo ekoremediacije, v primeru stopnjevanja človeških dejavnosti v povodju. Se pravi, če se karkoli zgodi v povodju, ne vem, dodatne kmetijske dejavnosti ali podobno, nam to daje dodatni manevrski prostor za ohranjanje kakovosti vode in prostor, da povečamo to pufersko kapaciteto vodnega ekosistema. Torej, kaj se zgodi, če teh priobalnih zemljišč ni na razpolago, bom prikazala na naslednjem slajdu. Torej, tukaj vidimo pač en tak primer. Vidimo primer, to je shema Blejskega jezera, mogoče je to malo ekstremen primer, ampak kljub temu mislim, da nazorno pokaže, kaj želim povedati. Z modro so označene dejavnosti, ki prispevajo obremenitev oziroma ki bremenijo jezero s hranili. Tukaj se pogovarjamo predvsem o fosforju in to so kmetijstvo, ribogojnica, turistične dejavnosti, kanalizacijske razbremenilniki in tako naprej. In glede na to, da jezero nima take puferske sposobnosti, ki bi jo pridodali priobalni ekosistemi, ta hranila se stekajo direktno v jezero. To seveda povzroča številne težave in v preteklosti so bili izvedeni tudi inženirski ukrepi, govorim o blejski nategi, ki so dolga leta je ta inženirski ukrep omogočal neko kakovost jezera, vendar pa je tukaj, no to je označeno s to rdečo črto, in tukaj je potrebno že takoj povedati. Ob teh inženirskih ukrepih je seveda bila izračunana tudi maksimalna možna obremenitev jezera z fosforjem, zato da ohranja dobro stanje, se pravi ob maksimalnem delovanju, in ta dopustna obremenitev je bila cirka 250 recimo do 300 kilogramov fosforja na leto. Ta obremenitev je močno presežena, govorimo o dvokratniku, trokratniku te obremenitve in zdaj na naslednjem slajdu bomo videli pa, kakšne so posledice tega. In posledice tega so seveda cvetenje jezera, še zlasti v zadnjem času, vsako leto opažamo ta cvetenja, redno opažamo in zdaj glede na to, da nimamo več teh zemljišč, da nimamo tega manevrskega prostora, se vprašamo, kaj nam je storiti. Seveda obstaja še neka dodatna možnost inženirskih ukrepov, ampak v tej situaciji je to zelo omejeno. In nam preostane omejevanje dejavnosti. Torej, to, kar imamo za razvoj območja, je zdaj praktično onemogočeno. In zdaj, kdo bo to zahteval? Kdo bo zahteval omejitev turizma, kdo bo zahteval omejitev ribogojnice ali karkoli, kmetijstva, ne? Ampak poanta tega je, kar želim povedati, da kakršnikoli objekti, ali so to privatne vile, ali so to objekti v javni rabi, če so postavljeni na ta priobalna zemljišča, pač izničijo funkcijo priobalnega ekosistema in s tem pravzaprav izničijo samo odpornost vodnega ekosistema za ohranjanje kakovosti. Oziroma ta ekosistem postane zelo ranljiv in kakršnakoli dejavnost v povodju se bo takoj poznala na vodno telo. Toliko z moje strani. Hvala lepa, Nataša. Zdaj bi pa prosila že kar kolega Mihaela Brenčiča, da predstavi svoje stališče.
Ja, lep pozdrav še z moje strani in sicer tokrat je to z hidrogeološke strani. Zastopam naše društvo hidrogeologov in kar k stvari. Svoje današnje predavanje bi morda lahko začel z nekakšno parafrazo znanega rekla Exuperija, in sicer, da je bistvo... Seveda ne govorimo o vodah o tem, da ne vemo in ne razumemo ničesar, ampak tisto, kar vidimo ponavadi pri površinskih vodah, ni samo to, kar vidimo ali pa vidimo takrat, ko se potopimo pod gladino reke, ampak se seveda marsikaj nahaja tudi na obalah teh rek in seveda tudi v njihovem zaledju. Naslednjo sliko, prosim. No, in seveda reprezentacije rek so lahko zelo različne, nahajajo se v različnih okoljih, nahajajo se v različnih geoloških pogojih, pa seveda tudi njihovo stanje hidromorfološko, ekološko in tako naprej lahko zelo raznoliko. Ampak tisto, kar želim pokazati, je, kako deluje relacija med površinsko in podzemno vodo. Prosim, naslednji diapozitiv. Včasih so reke tiste, v katere se podzemna voda izteka. Včasih, naslednji diapozitiv, so reke tiste, iz katerih se voda izceja in napaja podzemno vodo. Naslednji diapozitiv. Realno pa reke delujejo tako, ker njihove pretočne količine in tudi pretočne višine nihajo, da se voda kompleksno izmenjuje. Enkrat gre podzemna voda v reke, drugič gre podzemna voda, se napaja iz rek, ali pa je celo tako, da je vzdolž posameznega toka ta odnos zelo različnih relacij. Naslednji diapozitiv, prosim. No, in seveda, če se zgodi, da se struga bodisi zaradi naravnih razlogov ali pa umetnih razlogov kolmatira, ali pa celo v skrajnem primeru, da tako strugo tudi zatesnimo z umetnimi inženirskimi ukrepi, se seveda zgodi to, da reka, kot temu pravimo hidrogeologi, obvisi v zraku. Se pravi, imamo tako zvan viseč horizont reke in tukaj v tem primeru seveda stika med reko in podzemno vodo ni. Naslednji diapozitiv, prosim. No, poleg tega, kar sem ravnokar na hitro opisal, je seveda pomembna tudi relacija tega, kakšna je funkcija odnosa reke in podzemne vode. Že nekajkrat danes je bilo rečeno, da imamo poplave in dobro stanje, to se pravi naravno stanje korita reke, ima pomembno funkcijo pri uskladiščenju podzemne vode v gozdovih. To je že konec, kaj? No, skratka, tako zvano obrežno uskladiščenje... Še 30 sekund. Ne, nadaljuj, 30 sekund. Izklopljen imate mikrofon. Miha? Miha, vključi mikrofon. Se hočeš kar vključiti mikrofon nazaj? Ja, pardon. No, kar nadaljuj. Naslednjo sliko, prosim. No, in seveda to je tako zvano obrežno uskladiščenje. No, naslednjo sliko, zelo pomembno območje je tako zvano priobalno oziroma priobrežno območje, kjer prihaja do intenzivne izmenjave med reko in podzemno vodo in to je zelo pomembno ekološko območje. Naslednjo diapozitiv, prosim. No, in če gremo zdaj seveda k temu, to je najbolj ekstremen primer, to je ikonična slika Ljubljane in seveda to je rezultat razvoja stoletij, ampak vendarle tukaj lahko lepo vidimo, kakšna je struga, kadar ni kontakta med reko in zaledjem. Naslednji diapozitiv. Naslednji diapozitiv. Naslednji diapozitiv, prosim. No, hvala. No, in če zdaj povzamem to, kar sem hotel povedati, se oproščam, da je šlo z diapozitivi tako, kot je šlo. Zakaj govorimo o povezavi površinske in podzemne vode? V Sloveniji je podzemna voda vir več kot 95% pitne vode. In kateri so tisti vodovodni sistemi, v katerih se v Sloveniji prihaja do relacije med površinsko in podzemno vodo? To je vodovodni sistem Ljubljane, Maribora, Celja in pa marsikakšen vodovodni sistem v Pomurju. Naslednji diapozitiv. No, in želel bi poudariti to, in to je moje sporočilo, da je vodni krog potrebno obravnavati integralno, kot celoto, da ko vplivamo na eno komponento vodnega kroga, recimo na primeru površinske vode, povzročimo tudi vplive na drugo komponento, to je na podzemno vodo. Vedno, kadar posegamo v katerokoli komponento vodnega kroga, se moramo zavedati,
da posegamo v tako zvano povratno zanko, torej da se ti vplivi potem seštevajo, in vodni krog je potrebno razumeti kot pajkovo mrežo. Če povzročimo nekje neko majhno spremembo, lahko povzročimo sesutje celotne mreže ali pa celo uničimo to. In seveda za konec bi se rad poslovil še z sliko, kjer pa imamo primer, ko podzemna voda pomembno vpliva na površinsko vodo. Hvala lepa. Tiste nekaj slajdov vmes. Zdaj bi pa povabila še kolegico Lidijo Globevnik, da predstavi svoja stališča. Hvala lepa, jaz bom kar začela, pride prosojnica. Dala bom nekaj iztočnic v zvezi z hidrološkimi in morfološkimi koncepti, s katerimi opisujemo dogajanja v rečnem prostoru, ki ga oblikuje fizika toka vode in sedimentov ter biološki ter kemijski procesi, ki se dogajajo pri tem. Prostor oblikuje torej struga reke, ki se členi v območje dna in v območje brežin. No je tisti del, ki je večinoma prekrit za vodo, brežine pa vsaj enkrat letno za vodo, ko rečemo bank full discharge. Temu rečemo vodno zemljišče. Na vsaj enkrat na 2 leti oziroma redkeje se pojavijo poplave, voda preplavlja brežine. Struga in ravnice poplavne so zelo raznolik strukturiran prostor, kar je seveda odvisno od toka vode in sedimentov, in tukaj se ustvarja pomembna vegetacija, oblike so odvisne tudi od geološke podlage, vegetacije in tudi od, bom rekla, živali, kot recimo bober, ki dela kakšne zajezitve. Voda iz brežin, kot je bilo pokazano, je torej v stalnem kontaktu tudi z vodo v tleh, in tukaj se dogajajo potem stvari, ki jim rečemo vodni viri. Naprej, prosim. Mi smo žal večino rečnega prostora poselili v Sloveniji, tako kot povsod v Evropi, tudi urejali oziroma regulirali rečna korita, s tem zmanjšali aktualne poplavne površine, zgradili naselja, cestno in energetsko infrastrukturo, tudi meliorirali rečne površine. Prosim, naprej. Mnogi studenci so presahnili za to. Znižala se je gladina podzemne vode v marsikaterem vodonosniku in s tem tudi vodne zaloge, kot je Miha ravnokar opisal. Vsaka gradnja na poplavnih površinah, kaj šele na brežinah ali na vodnih zemljiščih, spremeni tok in odtoke voda. Prosim, naprej. Sedaj smo v fazi, ko imamo še večje ambicije, voda je seveda atraktivna za rabo, kliče po turistični rabi in po rekreaciji, žal pa posega v ta prostor, ki bo še vedno poplavljen in še vedno ogrožen, kar bo povzročilo, kot mi trdimo, večje stroške urejanja vodotokov. Naprej, prosim. Torej, pričakujemo večje obremenitve, kar naprej lahko, seveda. Kakšno je stanje v Sloveniji? Analiza, ki je bila narejena za celo Evropo, je za Slovenijo pokazala, da je bilo, govorimo o poplavnih površinah, ob 10% dolžine vodotokov v Sloveniji so poplavne površine zelo spremenjene oziroma jih skoraj ni več v naravnem stanju. Rumena je 80% spremenjena, zelena zelo malo spremenjena. Če to usporejamo z dolžinami vodotokov, imamo 4% take, ki so podobne tistim, koritu, ki jo je Miha pokazal za Ljubljana. Torej gre za naselja, teh je približno po dolžini vodotokov v Sloveniji 5%. Naprej, prosim. Torej, vprašanja, ki se nam porajajo v zvezi z temi zadevami so: kako vodni prostor ob reki vpliva na ekološko količino, na ekološko stanje voda in seveda količinsko stanje voda? Do katere mere so spremenjeni naravni habitati poplavnih površin v Sloveniji in kako to vpliva na ekološko stanje vode in biodiverziteto ter kakšne eksterne stroške povzroča poselitev? Če imam še čas, Barbara, lahko gremo naprej, drugače so odgovori pripravljeni. Koliko je še časa? Bom naredila povzetek in se lahko z številkami vrnemo v razpravi. Na ekološko stanje vplivajo vse obremenitve gorvodno,
predvsem pa tudi obremenitve ob rekah, kot je pokazala Nataša. En znanstveni članek desno zgoraj kaže, da so v enaki meri na ekološko stanje voda, da vplivajo tako kot vnos hranil, kot toksična sredstva, torej kemijske snovi, kot hidromorfološki stres. O tem se danes pogovarjamo. 40% je takih, bi rekla, razloženega, slabega ekološkega stanja zaradi hidromorfologije. Spodaj v grafu bi poudarila to, da je v Sloveniji skoraj še vedno polovica rek v slabem ekološkem stanju. Vsake nove pozidave in spremembe ekološke funkcije obrežnih pasov, priobalnih pasov in poplavnih površin bodo zmanjšale tistega deleža rek, ki je v dobrem stanju. Kar se tiče ekstremnih stroškov, kar pomeni drugačne poplavne karakteristike in škode, ki nastajajo zaradi naravnih nesreč, prosim, pozidave, ki bi jih zdaj pričakovali v vodnem prostoru, ne bodo take, da bodo res ne vem kako povečale. Ampak prav je, da se zavedamo, da je letno potrebno za vzdrževanje sedanjega stanja vodotokov 25 milijonov evrov. Za vsakim dodatnim kilometrom spremembe obrežja je dodatnih 160 tisoč evrov potrebnih. To so eksterni stroški, ki jih prosim bi mogli računati kot družba. Če greš še naprej, Barbara, za zaključek. Bi to potem še v naslednji razpravi, kaj že čez? S tem končam in dajem v razmislek eksterne stroške in ekološko stanje voda. Hvala lepa. Zdaj bi pa povabila še naslednjega panelista, to je gospa Karla Janković iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Ja, lepo pozdravljeni. S kolegom Markom Faturjem sva najin prispevek zasnovala tako, da najprej na kratko predstavlja nekaj ključnih značilnosti prostorskega načrtovanja in potem na koncu z izkušenj nekaj na temo občinskih prostorskih načrtov, kar se seveda tudi navezuje na uvodni prispevek gospoda ministra, ki poudarja to, da jasno poleg zakona o vodah je pa tukaj ta ključni dokument, so prostorski akti, ki ne nazadnje potem določajo vrsto posegov v prostor. Mogoče v začetku prostorsko načrtovanje je vsekakor en od ključnih mehanizmov za okoljevarstveno delovanje. V fazi prostorskega načrtovanja odločamo, kam, kako, koliko nekih objektov ali pa ureditev bomo v prostor umeščali in seveda tudi v obvodni prostor. Zdaj s prostorskim načrtovanjem reguliramo prostor, zato seveda vse države imajo prostorsko načrtovanje in zakaj ga moramo regulirati? Reguliramo ga zato, ker prostor je omejena naravna dobrina, v katerega je vedno več pritiskov investicij, pa hkrati seveda vedno večje zavedanje o pomenu varstva okolja, ob seveda tudi nekih okoljskih spremembah in tako naprej. In če ga ne načrtujemo odgovorno, seveda prihaja do nekih degradacij, do razvrednotenj, do škod na objektih, na ljudeh, na okolju in ne nazadnje tudi prihaja do mogoče izgube potenciala za nekatere dejavnosti. Če zdaj tukaj govorimo recimo o razvoju turizma, bi lahko z nekimi prehitrimi odločitvami, parcialnimi odločitvami o umeščanju nekih objektov v prostor dolgoročno izgubili neke res vredne potenciale tega prostora. To pomeni, da moramo biti pri teh odločitvah mogoče bolj previdni, malo bolj počasni kot prehitri. Kar se nam postavlja pri prostorskem načrtovanju kot eno ključnih vprašanj, je to razmerje, koliko pravzaprav regulirati, kako strogo neke stvari regulirati, koliko pa spustiti nekoliko bolj v bistvu spontanemu razvoju oziroma spontanim omejitvam. Mi kot prostorski načrtovalci vedno pravzaprav iščemo neke alternativne možnosti in seveda značilno za nas je, da mi nismo en sektor,
ampak je naša naloga, da v prostoru omejujemo vse te, usklajujemo sektorske interese, varstvene režime, če rečem, z investitorji. In lahko se zgodi, da nam z nekim pretiranim normativnim omejevanjem ne pridemo do dobre prostorske rešitve. Ne? Vsak sektor si postavi nek svoj režim, mi pa moramo neke investicije v prostor umestiti, ne nazadnje jih rabimo. Zdaj, en korak na temo mogoče odprave te zadrege je bil narejen v zakonu o prostorskem načrtovanju, ne, ki predvideva določene postopke, to se pravi, da se posamezen sektor, vkolikor se ugotovi, da bi bili drugi vidiki mogoče pomembnejši, se lahko ta posamezni sektor nekako tudi pravzaprav postavi v drugo vrsto, no, če tako rečem. Zdaj, hkrati seveda, ne, pa če imamo pa preveč odprte sisteme, ne, da nimamo dovolj dobro dorečenih teh regulacij, pa tvegamo, da nam bodo stvari ušle izpod nadzora, ne. Kar je pa spet drug problem. Zdaj, na koncu bi se pa pravzaprav nekoliko bolj usmerila v občinske prostorske načrte, ne, to so te izvedbeni akti, ki pravzaprav imajo neposredno največje posledice v prostoru. Vprašanje je, ali lahko mi zagotovimo z občinskimi prostorskimi načrti in z občinskim prostorskim načrtovanjem ustrezno, kakovostno urejanje vodnega sistema v najširšem smislu. Bojim se, da ne, glede na dolgoletne izkušnje, ki jih imamo po celi Sloveniji, od državnih prostorskih načrtov do občinskih. Zakaj ne? Zato, ker imamo sistem izredno razdrobljenih lokalnih skupnosti in razdrobljenega odločanja, tudi na področju pravzaprav voda, ki bi definitivno morale biti urejane na regionalnem nivoju. Na občinskih nivojih seveda pride do izraza te lokalni interesi, včasih tudi preveč kratkoročno gledani, z nezavedanjem posledic dolgoročnih učinkov in seveda vedno večje pritiski investitorjev, ki se jim na nek način vedno težje pravzaprav upiramo oziroma iščemo neke mehanizme, neka orodja, s katerimi bi lahko skupaj včasih, da ne bom rekla, da so vse občine tukaj nimajo odnosa do vodnega prostora, ga imajo, ne, ampak nekako nemočni postajamo proti agresivnim investitorjem. Zato iščemo neko pomoč, zaslombo, kje v zakonodaji, ja, v zakonodaji, v postopkih, a ne v nekih procesih. Lahko počasi zaključite. Končujem, ja. In zdajšnji sistemi, recimo, kjer smo seveda mi že morali vse te dokumente prinesti na vsem državnim nosilcem, tudi na DRSV, tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, kulturo in tako naprej, moram reči, da smo dobili vedno dobre odzive in na koncu smo se uskladili, tudi s sektorjem za vode, čeprav nam, ki smo hoteli hitro neke stvari speljati, včasih to bilo nekoliko težko. Ne. Na koncu bi samo še rekla tole, ker govorimo o spreminjanju zakonodaje, ne morem mimo tega, da iz prakse še enkrat apeliram, preden se spreminja zakon, naj bo res preverjen, kakšne so posledice tega zakona. Vse prevečkrat mi ugotavljamo, če se pravila preveč hitro menjajo, zastanejo postopki, ker se učimo vsi, roki so potem daljši, zavlačuje se z odločitvami, ker še ni prakse, ker so odločitve včasih tudi nejasne, se lahko vračajo postopki v prejšnje faze. Pravniki so tukaj. Lahko prosim zaključite. Prosim, ja, pravniki imajo tukaj v bistvu zdaj veliko dela. Tako da hkrati pa, ja, nekatere spremembe zakonodaje pa so nujne, opažamo v praksi, da včasih pa zaidemo v neke take slepe situacije, da je treba kje tudi kakšen zakon spremeniti. S tem bi zaključila. Hvala lepa. Zaključili smo z prvim krogom panelistov. Zdaj bom pa dala možnost za razpravo občinstvu razpravljalcem. Imamo že 7 prijavljenih razpravljalcev. Kdor hoče razpravljati oziroma podati stališča, se mora prijaviti v
klepet. Tako da bi kar pozvala gospo Majdo Zavšek Urbančič, 2 minute, da na hitro poveste svoje stališče. Morate pač zvočiti. Dela. Se slišimo? Ja. Jaz sem Majda Zavšek Urbančič. Delala sem na področju voda oziroma vodnih in priobalnih zemljišč od leta 1980, mogoče še takrat ni bil, marsikdo še ni bil rojen takrat, bi pa imela nekaj pripomb. Predvsem prvo na ta 161. člen, ko govori, da se bo javno-gospodarska služba financirala iz sklada za vode. Glede na to, da sem delala včasih na ministrstvu, vem, da za javno-gospodarsko službo smo včasih porabili med 20 in 30 milijonov, tako da me zdaj malo čudi, ko je minister, mislim, da sem prav zasledila, rekel, da je namenjenih samo 7 milijonov iz integralnega proračuna. Namreč, kadar je bilo sredstev premalo, za javno službo smo v postopku rebalansa ta sredstva zagotovili iz proračuna in se mi zdi, da sedaj ta sredstva, ki bodo šla iz sklada za vode, v bistvu pomenijo siromašenje sklada za vode in tudi netransparentno financiranje, kajti obstaja možnost, da bo prihajalo do dvojnega financiranja. To je ena moja pripomba, druga pripomba pa je na ta tako imenovan 14. člen oziroma zmanjšanje priobalnega pasu. Tu se jasno kaže, da nimamo v Sloveniji vodno-gospodarske stroke, ki bi bila sposobna delati brez politike. Jaz sem delala tudi na področju planiranja, na področju kmetijstva. Kmetijska zemljišča so ravno tako pomembna, kot so priobalna zemljišča, in pri kmetijskih zemljiščih je politika taka, da ko je sprejet OPN, da ministrstvo soglasje in potem ni več nobenih soglasij. Pri teh uredbah o zmanjšanju priobalnega pasu, tudi te uredbe sem pisala, moram reči, na Ministrstvu za okolje, in moram reči tako, da smo bili uradniki, ne glede na to, ali smo strokovnjaki ali ne, jaz nisem vodno-gospodarski strokovnjak, ker sem kmetic, ker sem agronom, smo bili vedno vezani na mnenje stroke. Pri mnenju stroke so bila pa običajno pozitivna, z tako imenovanimi omilitvenimi ukrepi. Dogajalo se je celo tako, da je bila zgrajena vodna infrastruktura, strokovnjak, ki je pisal to mnenje, zato ni vedel, in jaz kot uradnik sem skoraj bila prisiljena uporabiti mnenje tega strokovnjaka. Prav tako mislim, da je to popolnoma brez veze, da se stroka tolikokrat uporablja politiko za to, da, ne vem, ali zaščiti svoje interese ali pa zaščiti svojo nemoč. In ravno ta razprava o teh vodnih oziroma priobalnih zemljiščih kaže na to, kako je vodno-gospodarska stroka šibka, čeprav sploh ne vemo, kaj je to, oziroma kdo je pravzaprav vodno-gospodarski strokovnjak. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji podajalec stališče, gospod Miloš Bavec iz Geološkega zavoda Slovenija, prosim. Ja, pozdravljeni. Ja, najprej najlepša hvala panelistom za izhodišča in seveda tudi organizatorjem za organizacijo današnjega tako dobrodošlega posveta. Spremembe zakonodaje o vodah na našem javnem raziskovalnem zavodu posebno skrbno spremljamo v poglavjih, ki se tičejo upravljanja in zaščite virov podzemne vode. Zato nas resnično veseli, da lahko svoje stališče predstavimo tudi v tem okviru. Geološki zavod Slovenije je tako kot drugi geološki zavodi po Evropi zelo dejaven pri upravljanju in zaščiti virov podzemne vode, in sicer doma in tudi v drugih državah, še posebno v Evropski skupnosti. Pri tem delu posebno skrbno sledimo skupni evropski politiki in zagovarjamo izhodišče iz vodne direktive, da voda ni kot ostali tržni proizvodi, ampak je dediščina. Zato je treba varovati in braniti in obravnavati kot tako. Kot geologi seveda mislimo in smo prepričani, da je varovanje vodnih virov ključno.
tudi pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva. Vodovarstveni režim mora zagotavljati sprejemljiva tveganja, vendar mora po drugi strani zagotavljati tudi, da ta tveganja ne ogrožajo podzemne vode. Pri današnjem stanju okolja in pritiskih na rabo prostora in ogroženosti vodnih virov je potrebno izvajati ukrepe, ki bodo stalno zmanjševali obremenjenost podzemnih voda in vodnega prostora. Ob tem moramo pa seveda ohranjati tudi še neobremenjene, vendar tu in tam že precej ogrožene vire podzemne vode. Torej v Sloveniji ne smemo opustiti že dosežene visoke ravni varovanja vodnih virov. To je še posebej pomembno z vidika iskanja ravnovesja med gospodarskim, okoljskim in družbenim kapitalom. Jasno, da bo zato prihodnja priprava strokovnih podlag in sprejemanje predpisov vedno zahtevnejše in zato ne more potekati brez skupnega deležniškega pristopa, aktivnega vključevanja stroke in na koncu pravzaprav občutka, da je lastništvo odločitev in teh dejanj skupno. Vemo, kakšne so naše naloge. Naloga stroke je, da pripravlja strokovne podlage za zaščito vodnih virov, naloga odločevalcev pa je, da stroki prisluhne in na podlagi strokovnih izhodišč pripravi takšne zakonodajne oziroma pravne podlage, ki bodo dolgoročno onemogočale takšne posege v prostor, ki bi lahko povzročali nesprejemljiva tveganja in ogroženost virov podzemne vode. Hvala. Hvala lepa. Naslednji razpravljalec je gospod Andrej Gnezda iz Umanotere. Ja, lep pozdrav, Andrej Gnezda iz Umanotere tukaj. Niti nimam toliko za razpravo, bolj imam dve vprašanji za tukaj prisotno stroko in sicer bi prosil za kakšno pojasnilo, kako je torej z umeščanjem enostavnih objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja na ta priobalni pas, in pa drugo vprašanje, ki je vezano na izdajo vodnih soglasij. In sicer, kako bo potekal ta proces, bo potem za vsak objekt, tudi najmanjši, naprimer neko vrtno uto, potrebno pripraviti vse te podlage, se pravi hidrološke, hidravlične študije, študije vpliva na vode. Če bi uspel kdo odgovoriti na to vprašanje, bi bil zelo hvaležen. Potem bo posledil še en krog panelistov, bojo lahko to odgovorili. Naslednji razpravljalec je Katarina Žakelj, Cipra Slovenija. Lep pozdrav, spoštovani, dragi udeleženci. Sem Katarina Žakelj iz Mednarodne komisije za varstvo Alp. Menim, da morajo biti spremembe zakona o vodah v vodno tako bogati državi, kakršna je Slovenija, sprejete s kristalno jasnim konsenzom. Ker pa ni bilo opravljene analize vpliva teh sprememb na vode, ker dodatne izjeme za posege na vodna in priobalna zemljišča širijo to sivo polje nedorečenosti in povečujejo možnost ogroženosti voda. In tudi zaradi vseh danes nasprotujočih si mnenj menim, da potrebujemo več časa za pogovor, odgovoren razmislek in pač uskladitev interpretacij. In ta čas nam bo dal referendum. Gre za predvsem v tujini povsem običajen institut, s katerim damo večjo legitimnost sprejetim zakonom. In vse vas v imenu pobudnikov lepo povabim, da oddate svoj glas in s tem omogočite trezen in strokoven razmislek o prihodnosti našega življenjskega vira. Hvala. Hvala lepa. Naslednji panelist oziroma razpravljalec je Jorg Prestor iz Geološkega zavoda Slovenije. Barbara, mislim, da je bila... Hudoklin, Jelka je pet, ja, pardon. Gospa Jelka Hudoklin, ACER Novo mesto, potem pa Jorg Prestor. Dober dan, hvala za besedo. Bom poskušala biti kratka. Najprej bi podprla vse, kar je povedala že Karla Janković pa kolegica zdaj pred menoj. Jaz sem prostorski načrtovalec, in bi iz tega vidika izpostavila, da občine in investitorji, med katerimi je seveda tudi država, potrebujemo jasne merile za poseganje v vodni prostor. In mislim, da je sedanja uredba neživljenjska in toga in to pogosto vodi seveda v iskanje lukenj in v izigravanje. Imamo sicer veliko varovalk v postopkih priprave prostorskih aktov, celovitega prostornega vpliva na okolje, predvideno dovoljenje in tako naprej, kar pa seveda tudi vodi v velike obremenitve državnih uradnikov in dolgotrajne postopke, poslovne zamude, slabe tehnične rešitve, se pojavljajo nejasni odgovori in tako naprej.
Druga težava, ki jo imamo, so podatki o poplavah. Obstoječi niso kakovostni opozorilne karte poplav, niso vse pravilne, velike napak, integralne karte poplav ne pokrivajo celotne Slovenije in zahtevane HHŠ so izjemno kompleksne in dolgotrajne in seveda posledica normalno, da je tudi nek kar velik strošek, zato se jim občine pravzaprav izogibajo. Zdaj, kar se tiče predloga zakona, jaz nisem imela časa preštudirati, ker je šlo preprosto 14 dni seveda premalo, in to so v dosedanjih informacijah o spremembah bi samo opozorila, da dopuščanje enostavnih nezahtevnih objektov in objektov v javni rabi vodah ni ustrezno in lahko vodi v zlorabe. Bi pa še tukaj dodala, da zakon nikakor kot drugi zakoni ne more rešiti vsega. Pomemben je seveda način delovanja, kako se to dogaja, kako se ga uporablja v praksi in tako vsebinsko kot postopkovno. Pri načrtovanju prostorskega razvoja je seveda potrebno strokovno znanje in razumevanje teh tematik pri vseh deležnikih in ozaveščenosti javnosti. Bi pa rekla, da predvsem tudi na drugih področjih, ne samo na tem, potrebujemo zdrav razumskost in ciljno naravnanost pri reševanju problemov in fleksibilnost in hitro odzivanje. Zato bi imela 3 predloge. Mislim, za razmislek, da se bo zakon ustavil, pa lahko še kaj dopolnil. Treba bilo uvesti neko smiselno gradacijo podatkov na področju upravljanja voda in na državni ravni zagotoviti neke konsistentne, uporabne, pravilne podatke, vsaj za strateško raven prostorskega načrtovanja, se pravi regionalne občinske plane. Za izvedbeno raven pa, če ne gre drugače, se pravi OPN-ji, DPN-ji in OPPN-ji zadolžiti občine in posamezne investitorje, vendar tudi njim naložiti nek smiselen obseg in poglobljeno strokovnih gradiv, seveda uvesti gradacijo strokovnih podlag od kompleksnih do obsežnih, od kompleksnih in obsežnih pa do malih in čisto konkretnih. Ne rabijo vsi enako dolgih postopkovnih in enako obsežnih projektnih, ne vem kakšnih še obdelav, niti ne vodarskih, niti ne okoljskih. In kot tretje bi še rekla, da bi bilo treba namesto zakona in uredbe uvesti nekakšne smernice za usmerjanje poseganja ali pa omejevanje poseganja v vodni prostor. Po posameznih primerih pa bi bilo treba vedno podlagi strokovnih gradiv in za kompleksne težave in reševanje kompleksnih vprašanj bi predlagala res neko komisijsko obravnavo in pogovor, kot je rekla kolegica pred mano. Velikokrat vidimo, tako jaz mi zdi, da so posamezni problemi, o katerih državni uradi odločajo, jih postavljajo v neke stiske, govori se o pritiskih, o negotovostih pri odločanju in tako naprej. In ne za vse, seveda spet ustanoviti komisijo, da se ne bo nič rešilo, ampak ustanoviti komisijo, da se kompleksne stvari razrešijo. Sem še en stavek bi povedala pa na temo upravljanja voda, ko sem prej govorila o podatkih, pa o usmeritvah za poseganje v vodni prostor, še upravljanje voda. Kot prostorski načrtovalci in kot krajinski arhitekt opažam velike spremembe v zadnjem času v obrežnem prostoru. Ponekod imamo zaraščanje brežin, preveliko zaraščanje, čisto nenadzorovano, drugje pa nam obrežna zarast izginja. Da je to posledica tako imenovanih perverznih subvencij, ko se zaradi gerkov recimo seka vsa vodna vegetacija, ko se orje do vode in tako naprej, ali gre za invazivke, ali gre za varovanje bobra in tako naprej. V glavnem gre za izrazito medsektorsko temo. Eno od tem, kako se naslavljajo izhodišča za krajinsko politiko, ki jih lahko pogledate na spletni strani krajinska politika.si, ki podarjajo ravno takšne primere, ki govorijo o nujnosti medvanja, varstvo narave, kmetijstvo, vode in tako naprej. Lahko prosim, če se lahko obrežna zarast našlo mesto v zakonu o vodah, ker je to nujno, ker je pospešeno, izgubljamo ali pa se spreminja v nekaj, česar v nobenem pogledu strokovno sploh ne. Ja, to je ta biodiverziteta, o katerem so že danes govorili. Hvala lepa, gospod Jörg Prestor, Geološki zavod Slovenije. Jörg Prestor? Ni. Pa bi pa kar naslednjo, Pavel Gantar, prosim. Ja, hvala lepa.
upam, da se slišimo, lep pozdrav vsem. Se slišimo? Ja. Dobro. Dajmo, ker bomo kratek, dajmo razčistiti to zgodbo v 54 oziroma 52 uredbah, ki so od leta 2002 po navedbah ministra magistra Vizjaka ožala priobalna zemljišča in dajmo to razčistiti, kaj je s temi uredbami. Prvič je treba vedeti, da leta 2002 sprejet zakon o vodah v 14. členu sploh ni imel 6. in 7. člena, ki omogočata to ožanje priobalnih zemljišč, ni imel tudi 5. člena. Določene uredbe, ki so določale zunanjo mejo priobalnih zemljišč od 2002 do tam 2009-10, so v bistvu temeljile na 4. odstavku 14. člena, predvsem pa pomembno na 4. odstavku 21. člena tega zakona o vodah, ki je določal omejitve splošne rabe tam, kjer je v veljavi posebna raba voda, kar je po svoje razumljivo. Šele sprememba zakona o vodah leta 2008 je uvedla tudi 6. odstavek 14. člena, ki omogoča ožanje priobalnih zemljišč. Tedaj je bil sedanji minister za okolje, minister za gospodarstvo vladi od leta 2008 do 2004. Do danes, leta 2008 pa do danes je po javnih evidencah bilo sprejetih 17 uredb, torej ne 54, 17 uredb, ki se nanašajo na 6. odstavek 14. člena in ožajo priobalna zemljišča. In jaz sem te uredbe vse po vrsti, tudi v drugih 54 ostalih pregledov in poskušal seveda s pomočjo atlasa okolja, podatkovnih baz za prostor, definirati, za kaj gre. Prvič ugotavljam, da je 5 od 17 uredb se nanaša na vodotoke tako imenovanega drugega reda. Drugič, da gre v vseh primerih za ureditve znotraj ureditih območij naselij in da je le nekaj mogoče novogradenj, vendar v gradbenih linijah, ki so tam že določene. Seveda, dokončne pozicije ne morem dati izjave, ker nisem dobil strokovnih mnenj, za katere sem zaprosil direkcijo za vode in jih nisem dobil. Ker moram zaključiti, moram biti jasen in poenostavljen. Minister močno dramatizira to krčenje priobalnih zemljišč na osnovi tega 6. člena in s tem seveda tudi na nek način razvrednoti delo strokovnjakov na direkciji, ki so pravzaprav pripravljali strokovno mnenje za ta zemljišča. In drugič, še ena stvar, uredba je akt vlade in soglasje je posamični akt. Uredba je splošni akt. In v hierarhiji pravnih aktov je soglasje seveda na nižjem mestu, kot so splošni akti vlade. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, tema je zelo pereča in dejansko stališča se razlikujejo. Zato bi jaz spet pozvala paneliste, da naredimo en krog recimo replik. Vsak ima 2 minute, da pove v bistvu lahko mogoče tudi na to razpravo, ki je bila sedaj. Prosim, gospod minister, 2 minuti. Unmute morate dati. Bo, dela. Hvala lepa. No, mora biti na koncu, ne. Glejte, saj vam bomo poslali prezentacijo. Jaz vam tukaj nekaj slajdov. Jaz ne vem, koliko se to na kameri vidi, verjetno ne prav veliko. Recimo, to je ena tovarna tik ob vodi, v vodotoku prvega reda, uredba iz leta 17, gre za Mežo in gre za občino, se mi zdi, da je Prevalje. Tako, občina Prevalje. Glejte, tovarna tik ob vodi, boste dobili prezentacijo, to je za gospoda Gantarja seveda marginalno in dramatiziranje. Potem gre za drugo tovarno tik ob vodi, oziroma tako tovarno kot proizvodno antiinfektinov, ali kaj je že, antiinfektinov, pardon, bencinska črpalka Petrola. Glejte, spoštovani, teh primerov je nič koliko z uredbami po letu
2009. Zdaj, seveda lahko cepite in znizate člene, na podlagi katerih se kaj spremenilo, ampak posegala se je v priobalni pas, spoštovani gospod Gantar. Posegala se je v priobalni pas tudi z objekti, ki uporabljajo nevarne snovi in ki so zasebne rabe. Torej, jaz se nekako ne morem strinjati s tistim, ki na nek način probajo dopovedati, da za to novelo zakona širimo neko možnost skozi dave. Nasprotno, poslej ni mogoče več umeščati v prostor in seveda pridobiti in graditi na priobalnem zemljišču objektov zasebne rabe, če bo seveda ta novela sprejeta. Jaz sem zelo razočaran, spoštovani organizatorji, da dopuščate tukaj pozivanje k škodljivemu referendumu za slovenske vode in da ne ustavljate takih, ne vem, Cipra veze z vodami in seveda tukaj gre za bolj ali manj neke druge cilje. Poglejte, jaz menim, da je ta, pa še tu je bilo za strani gospe, ki je bila prej na MOP-u v službi, govorjeno glede financiranja iz sklada za vode in da je to nekako netransparentno. Sploh ne morem razumeti, kaj je s tem mišljeno, kaj je sploh s tem mislila, ampak jaz vam lahko zagotavljam, da v zadnjih 5 letih, od leta 18 naprej, za nazaj niti nismo gledali, to se pravi 18, 19 oziroma še prej 17, je bilo za vzdrževanje vodotokov skupaj z rebalansom proračuna namenjeno bistveno manj sredstev od 25 milijonov. Skratka, vse posod tam nekje okrog 15 milijonov z rebalansom vred. Načrtovano je bilo pa krepko pod polovico z tekočimi proračuni. Torej, želim povedati to, da z tem zakonom bistveno povečujemo sredstva za vzdrževanje vodotokov in s tem želimo v naravi narediti tudi korist, da vodotoki ne bodo škodljivo delovali na premoženje ljudi in da bodo vzdrževani, kar ima tudi nenazadnje ugodne posledice za vse to, kar smo vodoma slišali, tako za priobalni pas, kot za biodiverziteto in podobno. Torej, mogoče še čisto na koncu z eno informacijo, tudi gospe Jelki Hodoklin. Mi v okviru načrta za okrevanje in odpornost in v okviru tega, bi rekel, vse evropskega projekta digitalizacije načrtujemo tako imenovan e-MOP. To je uradna baza okoljskih podatkov na enem mestu, kjer bomo na podlagi strokovnih podlag, ki jih bomo v okviru tega projekta naredili, imeli celo kopico layerjev od naravovarstva, vodovarstva, to so vodovarstvena območja, priobalna zemljišča, kulturovarstva, nenazadnje in vseh ostalih segmentov, s katero bo zelo jasno videno, kakšna je raba določenega prostora v Republiki Sloveniji do parcele natančno. Skratka, želimo eno celovito bazo podatkov, ki bo zelo koristila načrtovalcem in nenazadnje tudi ohranjanju pestrosti slovenskega okolja in narave. Hvala. Ja, bi pa kar pozvala naslednjega, gospoda Kramarja, mogoče tudi to, kako so te uredbe lahko bile sprejete ali to res ne vpliva na vode, recimo te tovarne, ki jih je minister omenil. Glejte, zdaj govoriti nazaj o teh uredbah bo malo težko, ali so te tovarne imele kakšne uredbe, ali niso imele. Jaz bi se bolj odgovoril na te stvari, ker je bilo kaj z umeščanjem enostavnih objektov, če je to razlika, ni razlike. Vsako umeščanje, ki bo na priobalnem vodno zemljišče, potrebuje okoljevarstveno soglasje, ki se bo presojalo po tem, kar sem prej pokazal, zdaj žal ne morem več šerati ekran, da bi še enkrat pokazal, da so vodno soglasje, ker pravzaprav vsi dvomi in vse, kar ste ostali tudi danes prikazali, vse to bomo mi presojali in že tudi zdaj presojamo. In ne moramo govoriti, da bomo mi zdaj, ko govorimo o kvaliteti vode, na kvaliteto vode, ne imamo samo vodo v vodotoku, imamo tudi podtalnico. Mi presojamo eno in drugo. Zato obstajajo tudi vse druge uredbe, ki sem jih prej naštel in zato vam tudi pripravljamo zdaj pravzaprav pravilnik, kjer bo zelo jasno cel postopek napisan, kjer bo lahko vsak pogledal, kaj ga čaka, ko bo šel v postopek pridobitve vodnega soglasja za umeščanje na priobalno ali vodno zemljišče. In to je dokaj transparentno. Mogoče tudi za enostavne objekte, ki ne rabijo gradbenega dovoljenja in ne rabijo prijave začetka gradnje na upravni enoti, ne rabijo nič? Mogoče še bolj pomembno. Ja, pa kako bodo investitorji vedeli, da rabijo vodno soglasje, če ne rabijo prijave začetka gradnje na upravni enoti?
Ja, glejte, če se bo tam nekdo pojavil, potem je to neka nedovoljen poseg v vodno zemljišče, oziroma priobalno zemljišče in takrat se ga bo pač poklicali, pozvali, da mora pridobiti. Potem je to isto kot črna gradnja, ampak ni črna gradnja, ampak je poseg. Ja, glejte, to je pa zdaj stvar rečnih nadzornikov, ki morajo te stvari so dnevno na terenu in mislim... Rad bi želel to pojasniti glede enostavnih objektov, če lahko. Kako? Rad bi želel poslušalsko pojasniti glede enostavnih objektov, ker nažalost se je to znašlo v zakonu v parlamentu, to se pravi na predlog poslanskih skupin. Ampak jaz mislim, da je ta predlog dodatno zaostruje postavljanje enostavnih objektov. Namreč danes ni bilo enostavnih objektov omenjenih v zakonu o vodah. In nekdo ga je postavil, za njega ni potreboval gradbenega dovoljenja, ker pač ni potrebno, in ga je pač postavil. In nič. Danes pa jasno piše v zakonu o vodah, da morate za enostavne objekte, ki so navedeni v prvi alineji 37. oziroma v prvem odstavku 37. člena v tretji točki pridobiti vodno soglasje. In morate tudi zaprositi direkcijo za vode, če želite UTE vzpostaviti. Doslej jaz ne poznam investitorja UTE, ki je na svojem dvorišču na priobalni zemlji postavljal enostavni objekt in zaprosil za vodno soglasje. So to tako, kot je direktor rekel, črnogradne čiste. In isto bo še naprej. A lahko ne bo, ker potrebujejo vodno soglasje. Ne vem, če ne berete predpisa, spoštovana Barbara. Isto bo naprej. Pol pa ne vem, zakaj imamo predpise v tej državi, če jim ne verjamete. Nataša Tanasova, prosim. Torej, razprava je zares zelo živahna, tako da jaz bom kratka. Mi smo tukaj zato, da predstavimo neka strokovna dejstva in ne pa zato, da bi nagajali karkoli drugega in želimo si le to, da se ta strokovna dejstva upoštevajo pri ravnanju z vodami. Torej, seveda, nihče nima nič proti razvoju, ampak, kot sem pokazala že prej, nepremišljen razvoj lahko ogroža nadaljnji razvoj, kakor se to zdi paradoksalno. Ampak želimo si torej razvoja brez ogrožanja ekosistemov. Tako da jaz mislim, da spremembe so verjetno potrebne, ampak ne na ta način. Želimo si preverjene spremembe zakona. Tako da mislim, da je eden izmed večjih problemov tukaj pač ta čas, to, da nismo imeli dovolj časa, da mi te spremembe preštudiramo, preverimo, kako bo to vplivalo pač na vse skupaj. To je edini problem in upam, da ga bomo rešili, drugače pa jaz mislim, da imamo skupne cilje in to je pač dobro stanje naših voda. Hvala lepa. Jaz sam na hitro povem. Tu ne gre, kako bo vplivalo, ampak mi smo postavili pogoje, da se lahko umesti, če ne bo na nič to, kar ste vi povedali, tudi vplivali. In to je napisano taksativno, če ne vpliva na to, potem lahko. To zaprav, v ta prostor se lahko posegi samo, če ne bo na nič vplivali. Ne, da bi pročvali. Ja, ampak... Ni objekta, ki ne bo vplival. Dajte, morajo... Ja, pravite, da se da preučiti, kakšni bodo vplivi. Mi pa, če bojo vplivi tisti negativni, ki so tam predvideni, potem se ne bo negativna odločba. Se pravi, bojo vse odločbe negativne. Kolega Brenčič, prosim. Pa bojo, ne? Ja, upajmo. Jaz bom zelo kratek. Iz sedanje razprave in tudi predstavitev se seveda vidi, da gre za kompleksno problematiko in bi še enkrat pač poudaril, da pri tej kompleksni problematiki je treba upoštevati vse vidike tega, predvsem pa, da se takih sprememb, kot se jih lotevamo, treba lotiti z nekimi analizami celostno. Tudi to bi rad poudaril, stroka se zelo dobro zaveda, da je zakon o vodah star, da potrebuje dopolnitev, konec koncev smo dali neko prakso skozi in pa tudi stroka sama se razvija, razvijajo se nova znanja in dopolnjujejo in bi bilo nujno potrebno seveda to narediti neke bolj celovite in poglobljene analize vsega skupaj. Hvala lepa. Barbara, domnevam, da mene kličeš, ne? Imaš ugasnen mikrofon. Pravičujem. Dejstvo je, da zakon ni imel presoje učinkovitosti do sedaj.
ker v Sloveniji v glavnem teh presoj učinkovitosti za noben zakon ne delamo, tako kot je to praksa v Evropski uniji. Tako da so te spremembe pravzaprav dejansko želja sedanje vlade in politike in seveda tudi mnogih posameznikov, ki želijo zidati in umeščati recimo na brežine akumulacij na Savi, sončne elektrarne, seveda, zakaj ne? Ampak glede na to, da se zdaj je bilo vprašanje, bom odgovarjala na vprašanje, krčenje v naseljih, stavbnih zemljišč, 17 ni to, da je to neka velika številka, kot je bilo rečeno. Krčenje priobalnih zemljišč je bilo pravzaprav teh 17 narejeno na že degradiranem območju, ne na novem območju in je šlo predvsem po mojem mnenju za določitev odnosov upravljanja in lastništva in pooblastil. A je to vodna javna gospodarska služba ali je to tisti lastnik, ki upravlja. Se pravi, gre bolj za neko upravno zadevo. V Sloveniji imamo 5% dolžine vodotokov v tem rangu naselij, ki so degradirana in kjer se je do zdaj recimo s temi zakonskimi omejitvami še nekaj dal graditi. Nov predlog enostavno dopušča grajenje povsod, z vodnim soglasjem. Ampak tukaj je predlog zakona v koliziji z gradbenim zakonom, ker gradbeni zakon za enostavne objekte ne zahteva nobenih soglasij in dovoljenj. Medtem ko zakon, ki je zdaj v obravnavi oziroma ki ga zdaj analiziramo, zahteva to vodno soglasje tudi za enostavne objekte. Torej gre za enostavne objekte, to je bilo eno vprašanje. Če bi se hipotetično zgodilo, da se bo inšpektor, prosim, da preberem to, kar je pomembno, da bo inšpektor zahteval odstranitev enostavnega objekta, ki nima vodnega soglasja, in bo zadeva prišla na upravno sodišče, je izid jasen. Sodišče bo prepoznalo, bo pri tej koliziji ugotovilo in vedno, tako kot je praksa, razsodilo v korist pravic šibkejše stranke. To je tisti lastnik, ki bo postavil enostavni objekt brez vodnega soglasja, bo lahko ta objekt tam obdržal. Žalostno. Torej pomeni, da smo se mi sami zapletali v neko nepovratno zanko nelegalnih, še večjega števila nelegalnih objektov v vodnem prostoru. Hvala lepa. Gospa Karla Janković. Če smem, Marko Fatur, na mast ne bom odgovoril, ker je imela ena nujna zadeva zdajle, saj lahko, ne? Ja. Torej, zdaj, mi prostorski načrtovalci seveda, kot že je povedala, ne, na dveh področjih delamo. Eno je strateško delovanje, kjer načrtujemo prostorski razvoj, na izvedbeni ravni pa načrtujemo prostorske ureditve in določamo regulacijo. In prej je bilo najprej govora o tem, dr. Bavc je omenil seveda še vodovarstvena območja, ki mogoče so kar nekako malčka izpadla pri naslovu tega predavanja, ampak vsi razumemo seveda, da mi prostorski načrtovalci seveda imamo 3 kategorije teh zemljišč: vodna, obvodna, pa seveda tudi vodovarstvena, da se razumemo. Se pravi, tudi ta so tista, o katerih je potem govora bilo v enih drugih razpravah. In tukaj seveda pač imamo neko regulacijo, ki je seveda tudi pomembna. Zdaj, kar se tiče enostavnih objektov, pa umeščanja enostavnih objektov, bom jaz zelo preprosto rekel, nedvomno je, da se enostavni objekt določa in umešča z občinskim prostorskim načrtom. Ni nobenega dvoma o tem. Se pravi, prvo vprašanje seveda bo, kako so v občinskih prostorskih načrtih določena ta določila, se pravi ta območja in kaj je tam noto dopustno iz naslova enostavnih objektov. Ne glede na to, kaj si morda kdo misli, da ni potrebno gradbeno dovoljenje za enostavni objekt, seveda je potrebno vsem, ker si v nekem pasu, skladno nekim zakonom, imeti za tak konkreten primer seveda tudi neko soglasje, v tem primeru vodno soglasje, tako kot rabite od soseda svoje soglasje, tudi enostavni objekt, da se razumemo. Se pravi, neka pravila veljajo za vse. In pri teh pravilih seveda bi si jaz rekel, da bi me skrbeli pravzaprav zdaj ta trenutek 2 zadevi. Prva je seveda, da imamo zdaj v Sloveniji sve izdelane neke akte, ki so izdelane nek veljavni zakon, ki je bil doslej veljaven. Če imamo z nekim novim zakonom, zdaj ima neka druga pravila, treba biti pozoren na to, kako je doslej določen bil, neka materija bila določena in kaj to pomeni. Ampak bi rekel, da v vodnem in odvodnem prostoru praviloma ne bi smeli biti dopuščeni neki objekti, ki z današnjim zakonom niso bili. Se pravi, od sedaj naprej bo na to treba veliko pozornost pač imeti. Druga zadeva, ki jo pa jaz pač vidim, pa mogoče malo kasneje, sta pa seveda tema nadzora in inšpekcije.
Prej sem zapeljal v tem večkrat kasneje, mogoče kaj povedal, da ne bo zdaj preveč časa porabil. Prej bilo govora o gradaciji potrebnih podatkov, kolegica Jelka je povedala, da pač pravzaprav imamo velikat sistem, kjer pravzaprav pridemo za neko zadevo, kjer pravzaprav pri najmanjši zadevi moramo narediti ogromne stvari ali pa ogromno nekih ureditev, pri nekih velikih pa seveda tudi. Zdaj, jasno se želimo, da bi te neki podatki bili na razpolago in na voljo, da bi preko teh podatkov in kvalitetnih teh podatkov seveda imeli tudi do neke mere olajšano delo, kot je bilo prej rečeno, vsi te pritiski, jaz sem vsem tem rekel pritiski, prostorski načrtovalci smo ves čas na robu teh pritiskov, kjer investitorji seveda želijo umeščati neke ureditve v prostor. Mi se pa, bom rekel, ne bom rekel branimo, ampak pravzaprav razumemo prostor v neki njegove celovitosti in seveda ne gledamo samo investitorjev kot tacga, ampak seveda gledamo še vse ostale elemente, kot je pač naše delo, da moramo pač to v sistemu dogovarjanja usklajevanja pravzaprav itak narediti. In pri tem seveda si želimo, da nam zakoni in predpisi omogočajo neke stvari. Zakon je zgledan kot vrata, ta vrata so lahko zaprta, lahko so večkrat odprta in vprašanje odprtih vrat je samo, kako močen je vrtar pred njimi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa spet začenjamo en krog stališč občinstva in potem za zaključiti za koncu diskusija oziroma odgovori panelistov. Naslednja je na vrsti Brina Sotenšek, Zavod za ribištvo Slovenije. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Torej, moje razmišljanje tudi, jaz se ukvarjam s pisanjem mnenj o vplivih posegov na vode oziroma na ribe in bi se pridružila stališču, da absolutno se strinjam, da se zakon o vodah izboljša, vendar pa na način, da se gradnje na vodnih in priobalnih zemljiščih omeji samo na tiste res najnujnejše posege. Menim, da bi bilo potrebno, da začnemo razmišljati o tem, da vodi pustimo ustrezen prostor, za to zdravo funkcioniranje vodnih in obvodnih ekosistemov, da se tudi poplavne visoke vode lahko razlijajo in se s tem zmanjša poplavni val dolvodno in da se tudi izboljša s tem ekološko stanje voda v skladu z vodno direktivo. In tudi strategija EU za biotsko raznovrstnost nam narekuje, da reke vrnemo v stanje pred regulacijami. Nove gradnje na vodnih in priobalnih zemljiščih, še posebej na naravnih območjih, pa bi kvečjemu povečale še potrebo po regulacijah. In menim tudi, da bi bilo potrebno sredstva nameniti ne le za vzdrževanje vodotokov, ampak tudi za odkup vodnih in obvodnih zemljišč izven naselij, za namene temu, da se da vodi več prostora, da se omogoča razlivanje poplavnih valov ali da se izplača primerno odškodnino lastnikom v zameno za to. Bi pa še tukaj mogoče eno vprašanje naslovila na gospoda ministra. Zdaj se dosti govori o tem, da ni problemov v umeščanju novih objektov, saj imamo varovalke. Vendar moje vprašanje tukaj je, zakaj potem se v ozadju pripravljata noveli gradbenega zakona in zakona o varstvu okolja, ki bi javnim inštitucijam, kot smo tudi mi, preprečili negativna mnenja pri posegih s pomembnimi vplivi na okolje, med katere spadajo tudi večji posegi na vodna in priobalna zemljišča. Poleg tega, da se javni uslužbenci že sedaj srečujemo s pritiski. Tako da to bi bilo moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je pa gospa Urša Koce. Vi niste prijavljeni, lahko poveste, prosim, še odkud prihajate. Pozdravljeni, Urša Koce iz Dobsa. Jaz imam pa eno vprašanje za gospoda Kramerja, pa mogoče tudi za gospoda Marka Faturja, ker je slednji v zadnjem govoru že malo nakazal na to. In sicer se sklicujem na predstavitev gospoda Kramerja, ki je povedal, da bodo v postopkih izdaje vodnega soglasja upoštevani tudi občinski prostorski plani. To se seveda predstavlja kot nekakšno omejitev pri umeščanju objektov. Zdaj pa tako vsi vemo, da OPN-ji niso nespremenljivi. In moje vprašanje je, ali znate oceniti v bistvu kakšne učinke bo imela novela zakona o vodah na uvajanje sprememb topoglednih v same OPN-je. Hvala lepa. Bomo potem, ko bo sledila še en krog replik panelistov. Zdaj bi prosila gospoda Stanka Ivanušiča, občina Razkrižje. Gospod Stanko Ivanušič. Dobro, jaz se slišim zdaj? Ja, se. Lepo pozdravljeni, torej prihajam iz
pomurske občine Razkrižje, med reko Muro in slovensko-hrvaško mejo. Vmes je zaključek Ščavniške doline, torej kjer se reka Ščavnica izliva v reko Muro. Uvodoma bom rekel, to rad poslušam to debato, če ni preveč politična, pa mislim, da v glavnem delu ni, ker rad poslušam strokovnjake, ampak rad bi vam povedal nekaj, da sem si kot župan, ker sem že dolgo župan, veliko prizadeval, da bi ohranjali vode, izvire pitne vode, da smo uredili kanalizacijsko mrežo na celotnem območju občine in tako dalje. Imamo pa silne težave, predvsem edino travnato zeleno površino, ki se jo želimo urediti blizu našega bisera kulturne in naravne dediščine znanega Ivanovega izvira, ker si 1/4 Slovenije hodi po zdravo pitno vodo, pravo izvirsko, in ker deloma z temi zelenimi površinami na enem majhnem hektarskem območju, ki smo ga tudi v 2015 sprejeli v občinskem prostorskem načrtu občine, pa se zdaj po tem letu nekako vse skupaj zapleta z raznimi soglasji, zahtevami, tudi raznimi študijami, temi hidrološko-hidravličnimi. Težava je namreč v tem, da država ni izpolnila svoje zaveze že izpred mnogih let, da bi te hidrološko-hidravlične ali pa protipoplavne študije za te reke izdelala za celotno Slovenijo. In sedaj se dogaja, da nam pristojni uradi ministrstev nalagajo, da mi kot ena zadnja občina v Ščavniški dolini izdelamo hidrološko-hidravlično študijo za celotno Ščavniško dolino. To je sam en primer kot nonsens. In mi imamo pričakovanja, da je ta zakon, ki smo ga sedaj sprejeli ali so ga sprejeli poslanci, da nam vendarle po neki logiki omogoči, da si mi tam tisti minimalno, kar rabimo za šolo, za kraj, te zelene površine uredimo. Zaključim pa s tem, glejte, omenil sem že, da smo marsikaj naredili, da smo naredili kanalizacijski sistem, da čuvamo kot bisere naše te naravne izvire pitne vode, da smo marsikaj uredili na teh bregovih rek, recimo prazgodovinsko naselbino smo uredili, da si ljudje tam to lahko ogledajo, kako so naši predniki živeli. Edini potočni mlin na Gibini, edini slap na Gibini in tako naprej. Torej izhajam iz prakse in vidim, da nam bi vendarle ta zakon omogočil, da bi po neki normalni poti prišli do tistega minimuma, kar za kraj, življenje in ljudi rabimo. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Hvala lepa in lepo zdrav. Hvala lepa. Naslednji pa razpravljalec je Marko Fatur, ki se je pojavil na razpravo. Hvala lepa še enkrat. Ni bilo načrtovano, da se bom dvakrat oglasil, ampak le. Hotel sem pa nekaj še govoriti ali pa razširiti mogoče na temo kontrole in nadzora. Torej, mislim, da prej sem s tistim vratarjem končal pred vrati, ampak pravzaprav se mi zdi, da je ključno in pomembno in vse, kar govorimo večinoma, je v tem, da kar smo doslej že na teh vodnih, obvodnih, pa poplavnih, pa vodovarstvenih območjih, pravzaprav za te 4 kategorije zemljišč, že doslej počeli, pravzaprav se vsake čudimo ali pa velikokrat čudimo, da je nekaj v prostoru bilo dopuščeno in potem ugotavljamo, kako je sploh do tega prišlo. Torej, kolikor hočete primerov imamo na poplavnih območjih, nelegalnih, oziroma kako se zdaj reče, če imate objekt, je lahko tudi neskladen, ne samo nelegalen, ni nujno, da je v celoti nelegalen. Ampak tukaj pač pravzaprav se vidi, da mi se šepamo predvsem pri nadzoru in kontroli. Zdaj, jaz si predstavljam, da pri izdelavi aktov bo potreben absoluten nadzor in kontrola DRSV-ja, namreč prej je bilo nekaj govora tudi o teh, kako se bodo prostorski akti s spremembami svojimi prilagodili nekemu novemu dejstvu mogoče, točno to, pač vse te elemente, ki so zdaj morda se pojavili na novo, bo seveda treba opredeliti tako, da bomo z nekim sistemom nadzora in kontrole to lahko obvladovali, če se bo to pač tako zgodilo. In tukaj moram reči, da pri tem šepamo in me ne bo noben prepričal, da je to drugače. Razumem, da je neke vrste nadzor, ki ga lahko vrši DRSV, seveda v tem primeru vezan na prostorske akte. Že prej kolegica Janković je opozorila, mi izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji pri pripravi občinskih prostorskih načrtov, so vedno vezane na, bom rekel, na koncu praktično slabo voljo večine občin z 2 soglasovalcema. Eni so vodarji, drugi so kmetici. Te dva sta pravzaprav tista, ki največkrat pokažeta pravzaprav nek bom rekel, kar trajnostni odnos do nekega načrtovanja in moram reči, da so
Seveda pri tem morda tudi jim pomagajo neki predpisi, do neke mere rigorozni, ne? Ampak pravzaprav tukaj vidiš, da nadzor lahko deluje v tem sistemu in seveda, da če je vgrajen v sisteme, v postopke, potem seveda se lahko o teh stvarih pogovarjamo na drug način, kot če predpostavimo in mislimo, da nič ne deluje in da nič ne bo delovalo. Zdaj, seveda razumem, da se lahko zgodi, da nič ne deluje, nič ne bo delovalo, ampak to je tisto, kar moramo upraviti. Če se mi pogovarjamo že o enem segmentu nekih stvari, recimo zakonodaje, spremembe zakonodaje, ne, se verjetno bomo mogli hkrati pogovarjati tudi o nekih drugih vidikih in to so kontrolni nadzor pri tem. Pri tem, ko rečem zdaj nek nadzor pri izdelavi prostorskih aktov, ne, seveda, ki bodo zdaj prvi in so v prvi frontni liniji pravzaprav o tem, za to, kar se zdaj pogovarjamo, ne, je potem seveda druga zadeva, verjetno pa inšpekcijski nadzor, ne, se pravi, kar se na terenu dogaja. Jaz razumem, da rečni nadzorniki dnevno pravzaprav spremljajo situacijo na terenu, ne. Pa moram reči, da tudi jaz sam kar precejkrat pokličem po telefonu, ne, pa potem nekako ugotovim, da se z nekimi dogovarjanji pravzaprav veliko stvari potem nekako uredi ali se pa pravzaprav zelo počasi kaj dogaja. In bi se seveda želeli, da se to ne bi tako počasi pač dogajalo in upam, no, da če bo šlo seveda v tem kontekstu sprememb zakonov in tako naprej, ne, da bo tudi potem šlo v ta ozir, se pravi nadzora prostorskih aktov občin, ker tisti bodo tisti, ki bodo določali, in drugič v inšpekcijsko kontrolo, da se taki primeri seveda sploh ne bodo mogli zgoditi. Ker veste, ni problem priti prvi dan, ko je nekdo nekaj odkopal in to ustaviti. Problem je takrat, ko to že stoji, kot je kolegica rekla. Ne, se pravi, pospešati in absolutno učinkovito zagotoviti tam, ne, seveda bo marsikater problem, seveda, ki ga seveda lahko čisto realno vidimo, ne, pravzaprav tudi rešilo v tem sistemu. Hvala. Hvala lepa. Jörg Prestor, Geološki zavod Slovenije. A se zdaj slišimo? Ja, slišimo. Opa. Hvala za besedo. Ja, neki so imeli težave tehnične. Jaz bi mogoče še en drug, kot hidrogeolog, odprl nek drug vidik in sicer se mi zdi, da pač jaz vidim iz svojega stališča Zakon o vodah predvsem kot nek inštrument za izvajanje vodne politike, ne toliko kot neposreden inštrument za urejanje gradenj na priobalnem območju in take bi rekel, čist tehnične zadeve, ampak predvsem je to inštrument za izvajanje vodne politike. In kaj je zdaj ta vodna politika? Če bi mene vprašali, bi to vodno politiko v 3 točkah lahko naštel. Prvič, kako zagotavljati primernost vode za najraznovrstnejšo uporabo, tako da vse vode dosegajo sodobne standarde kakovosti in da zaradi človekovih vplivov na vode ni ogrožen katerikoli ekosistem. Druga točka, kako zagotavljati enake možnosti uporabnikom, tako da v vodi ni nevarnih snovi, da se ustavi morebitne trende naraščanja katerihkoli snovi v vodi, da se obnavlja vse vode, ki niso v takem stanju in da tudi črpanje vode ni večje od napajanja. In tretja točka, kako zadržati vodo zase ter ohraniti pravico do vode, tako da se ohranja prostor za vodo v čim bolj naravnem stanju in da plačujemo realno ceno vode. Mislim, da je to pač z mojega stališča so nekako ključne stvari, za katere skrbi Zakon o vodah. Kako pa to politiko izvajamo, pa v bistvu sledi načrt upravljanja z vodami. Ta načrt upravljanja z vodami analizira, kaj je treba spremeniti na državni ravni v predpisih, da v bistvu bomo sledili tej vodni politiki. In mislim, da pač bi taka vprašanja morala priti skozi načrt upravljanja z vodami na plano in v javno razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, profesor Steinmann. Lep pozdrav. Čisto na kratko bi rekel 2 stvari. Obstoječi Zakon o vodah pravi, da bi moralo ministrstvo določiti meje vodnih zemljišč in od meje vodnih zemljišč se potem merijo priobalna zemljišča. Tako da imamo operativni problem, ker nimamo uradnih mej vodnih zemljišč. Od kod naprej bomo potem merili ta priobalna zemljišča pa sankcionirali posege na
uradno določene meje. Tako da to je verjetno prva prioriteta, ki bi jo bilo treba urediti. In s tem povezano so tudi OPN-ji. Če pogledate OPN-je po občinah, imajo določeno namensko rabo prostora, kjer predvidijo recimo pozidavo tik do meje vodotokov. Zato, oziroma iz tega potem izvirajo vse te težave z vodarji, zakaj zavirajo zdaj razvoj pa pozidavo, ki je po OPN-ju predviden kot namenska raba, potem pa v tem postopku umeščanja v prostor ne pride do tega, da bi to dejansko bilo možno izpeljati. Hvala. Hvala lepa. Še razpravljalec Igor Miličić. Ja, hvala za besedo. Igor Miličić, sekretar Ribiške zveze Slovenije. Tule bi sam postavil eno tako vprašanje res na splošno, zakaj moramo pozidati tudi vse zadnje, še tiste kilometre nekaj ob temule priobalnem zemljišču. Kot ribiči, smo bili že večkrat soočeni z slabo prakso in v bistvu postavljeni pred de facto spremembe, ker ni bilo dobrega nadzora. Investitor je napisal v projektnem načrtu eno, kar je bilo sicer potem odobreno, dejansko se je pa izvedlo čisto nekaj drugega, kar je bilo za vodne organizme, v tem primeru ribe, slabo. Glede na to, da je tudi sama Evropa ugotovila, da je večina evropskih rek v zelo slabem stanju, bi prosili, oziroma da ne rečem skoraj zahtevali, dajmo tudi enkrat habitatom prednost, in tukaj je tudi gospa kolegica iz Zavoda za ribištvo povedala, dajmo potem tudi možnost dajmo zagotoviti neke retenzijske površine, kajti če bomo vse pozidali, bodo potem te lastniki novih objektov, ko bo do preplave prišlo, bodo spet zahtevali, da se reka uredi, vsi vemo, kaj to je, to pomeni dodatne regulacije in vedno bolj bomo reke zapirali v regulacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Še zadnji razpravljalec, gospod Šantl Sašo iz Inštituta za vode. Ja, pozdravljeni. Sašo Šantl, tukaj iz Inštituta za vode. Na inštitutu trenutno pomagamo tudi pri DRSV-ju pri obravnavi teh pobud za poseganje na priobalnih zemljiščih. Trenutno delamo tudi malo na zemljiški, torej v bistvu na cenovni politiki za rabo vode, vodnih in priobalnih zemljišč. Tako da tle smo danes že nekako so vsa dejstva pa so bila že izpostavljena, jaz bi mogoče samo na kratko povzel nekako tisto o pomembnosti ohranjanja in celo izboljšanja priobalnih zemljišč. Smo zdaj slišali dosti argumentov, pač je pomembno za cel kup ekosistemskih storitev, funkcij in tako naprej. Tle bi mogoče samo še to dodal, da bi se lahko tudi recimo poplavna varnost učinkovito urejala v tem vodnem koridorju. Zdaj je bilo že ta predlog tudi nekje dan v razmislek, da bi bilo treba razmisliti malo o odkupovanju priobalnih zemljišč ali uporabo kakšnega drugega mehanizma z področja zemljiške politike, na primer upoštevanje več funkcionalnosti določenega zemljišča pri plačilu za uporabo stavbnih zemljišč ali katastrskem dohodku. Zdaj mogoče samo, da se še malo navežem na to, ker jaz sem se tudi dosti ukvarjal s temi priobalnimi zemljišči še v prejšnjem desetletju. Zdaj dejstvo je, da ti pritiski za poseganje na priobalna zemljišča prihajajo s strani pravnih in fizičnih oseb, ki so preko občin potem pritiskale na državno upravo. Tle pa do zdaj državna uprava imela dosti nek tak mehanizem, torej ta varovalni institut, da je lahko na vlado se obrnila, ki je potem za neko uredbo dala. Je pa res, da v bistvu v tistem trenutku, ko vlada sprejme uredbo, se seveda priobalno zemljišče izgubi v tistem primeru. Zdaj pa naprej, jaz mislim, da vseeno en tak izziv je to absolutno učinkovito ozaveščanje javnosti in pa ta nadzor, ki jaz vidim nekako ne funkcionira. Tle bi imel samo eno tako vprašanje ali pa opozorilo, ki ga jaz v svoji praksi še nisem zasledil, kako je z nadzorom gnojenja v priobalnih zemljiščih. V moji praksi jaz ugotavljam, da ta instrument institucije v bistvu ne upošteva praktično nikjer po Sloveniji,
plus to, da tudi nekega nadzora na tem področju nisem. Ok, hvala. Hvala lepa. Še zadnja razpravljalka, Mojca Golobič iz Biotehniške fakultete, potem pa panelisti. Ja, hvala lepa za priložnost, za besedo. Mene veseli, da se vsaj v nečem očitno vsi današnji razpravljalci strinjamo, to je skrb za vode in njihovo kakovost. Me pa tudi veseli, da so zlasti kolegi ribiči upozorili na to, da bi morali vendarle postaviti ta cilj malo višje. To se pravi, da bi poskušali stremeti k temu, kar večina razvitih držav v Evropi počne, to je, da tudi kaj renaturiramo in torej, da vodam vrnemo še nazaj to, kar so enkrat imele, in da omogočimo malo več te naravne dinamike. In seveda s tem povezano, bolj kot bomo polnili priobalne pasove z raznimi vsebinami, tudi enostavnimi, težje bo to narediti, to je čisto jasno. Ko enkrat nekaj imamo, tam bojo zahteve po vodovarstvu, po zaščiti premoženja samo rasle in bojo vode verjetno izgubljali. Tukaj bi mogoče samo še opozorila na razliko med javno rabo in javnim interesom. Nek objekt, ki je v javni rabi, ni nujno tudi v javnem interesu. In pri vodah, pri rabi voda in priobalnega pasu bi morali seveda vsekakor želeti javni interes, ne nujno javno rabo. V čem se pa očitno tukaj ne strinjamo, je pa na kakšen način ta javni interes zaščititi. Torej, zakaj naj bi bila dosedanja ureditev slaba oziroma nova boljša? Tukaj pa seveda bolehamo za tem, kar nasploh, torej ni ene resne analize izvajanja politike bilo narejeno, mislim, da je kolegica Globevnik na to opozorila. In edini argument, ki sem ga slišala, je, da so bile do sedaj odločitve sprejete politično, od zdaj naprej bojo pa strokovno. In to je pač nekaj, kar ves čas poslušamo, ali je bilo to res, zakaj ne bi bila uredba vlade bolj politična in manj strokovna, kot bo odločba. Ne vem, tako da tukaj mislim, da bi bilo treba majčkeno bolj jasno postaviti merila, pa malo bolj utemeljiti in raziskati, zakaj bo ta ureditev zdaj naj bi bila boljša. Hvala lepa. Hvala lepa. Za zaključek tega našega strokovnega posveta pa povabim spet en krog odgovorov, replik panelistov, tako da bi kar prosila ministra, magistra Vizjaka, da prične. Ja, hvala lepa. Sploh veseli me nekaj zadnjih razpravljavcev, ki so zadeli bistvo. Zakaj moramo pozidati, zakaj ni cilj malo višje? Prav Zakon o vodah postavlja cilj malo višje. Namreč oži možnost posegov v priobalni pas, po moje za 80%, iz dosedanjih primerov posegov v priobalna zemljišča je približno 80% posegov zasebne rabe in zgolj 20% javne rabe. To lahko greste, če analizirate te uredbe, mi smo jih. Uredbe so javno objavljene, vsak lahko to naredi. Torej, doslej še enkrat je bilo možno postaviti ob reki vilo, možno je bilo postaviti zasebno hišo, teh je izmed teh 30 pobud, ki jih ima zdaj Direkcija za vode, velika večina, približno 80% je pobud, ki se nanašajo na zasebno rabo. Mi torej v nasprotju z očitki želimo postaviti cilj malo više, da omejujemo pozidavo priobalnih zemljišč. Ni res, da ko je OPN sprejet, da v sprejemanje OPN-ja vodarska stroka nima besede, ne morete sprejeti OPN-ja, občina ne more zazidati ali pa predvideti namenske rabe pozidave ob priobalnem zemljišču, če temu nasprotuje Direkcija za vode, ne more. Ne vem, odkot vam to, da lahko OPN sprejetje mimo vodarske stroke. Torej, in tudi ta očitek, da je možno sedaj posegati izven urbanih naselij, enostavno ne drži vsebinsko, kajti za vsako pozidavo priobalnega pasu izven urbanih naselij je potrebno predhodno sprejeti prostorsko izvedben akt, ki pa seveda ne more biti sprejet, če zato ni res strokovnih utemeljitev za takšno pozidavo. Torej, jaz sem prepričan, da prav za to novelo zakona, poleg seveda tega, da povečujemo sredstva za vzdrževanje voda, ožimo možnost pozidave na priobalnem pasu zgolj še za tiste objekte, ki so v javno korist. To se pravi, ki so namenjeni vsem, od katerih imajo vsi nekaj. S tem zelo pomembno tudi podčrtujem, da dodatno sproščamo priobalni pas, da ga ne morejo, kako bi rekel, zasebniki preprečiti dostopa do vode oziroma do vodotoka.
kajti vemo, da če je stanovanjski objekt ali pa kakršnakoli druga objekt zasebne rabe tik do vode, potem si nekdo postavi ograjo in dejansko preprečuje, poslej tega več ne bo mogoče, kljub 38. členu zakona o vodah, ki jamči prost dostop do voda. Torej želim povedati, da želimo prav s tem zakonom postaviti to lestvico in letvico malo višje, da želimo dodatno biodiverziteto v vodotokih, da želimo ohraniti slovenske vodotoke v boljši kondiciji, kot je bilo to doslej. Hvala lepa, samo pojasnilo občinstvom. Enostavni objekti niso javna raba. Gospod Kramer, prosim. Ja, hvala za besedo. Ker gre za zaključek, moram reči, da me žalosti, glede na to, da je strokovni posvet in da se večina razpravljalcev ima za strokovnjake, da si ne preberejo teh 6 kriterijev, ki jih 37. člen določa, in da ne prepoznajo v teh 6 točkah enih resnih strokovnih preverb, preden se bo izdalo vodno soglasje. Resnih in ne poznajo zadnjih, katere uredbe za tem stojijo. Če bi Zavod za ribištvo poznal poplavno uredbo, ne bi teh stvari navajal. Poglejte, to so poplavne uredbe, to so uredbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, uredbe o malih čistilnih napravah, ki prepovedujejo odvajanje v jezera. In vse že imamo mnogo zakonodaje, ki je treba poznati, in v teh 6 točkah najdete vse to, kar ste vi danes naštevali. In vse to bo stroka, in to je pa drugo malo, kar me žalosti, ker vi ne priznavate, da so ljudje na DRSV strokovnjaki. Tudi sam se imam za strokovnjaka z 38 let delovnih izkušenj na področju vodarstva in sem tudi član Društva za zaščito voda. Še pred nekaj časa zelo aktivno v upravnem odboru. In ne vem, zakaj jaz ne spadam pod strokovno javnost, zakaj spadam jaz pod uradnika. In se ne verjame meni, oziroma mojim uslužbencem, ki so tudi tako strokovni in ki so prebrali, ki imajo jasna kriterije izdelane, kako se bo presojalo in kako se je presojalo. Jaz mislim, da preberite še enkrat in kot strokovnjaki se vprašajte, kaj vsaka ta točka pomeni, in boste našli, vsak bo našel odgovor na svoje vprašanje, ki ga je danes tu postavil. In to ni ena varovalka, ampak to je skrb za vode in za za priobalno zemljišče in za vodno zemljišče. In nekakor ne gre za pozidavo vsega in mi nikakor nismo tisti, ki dopuščamo, da se spremeni kvaliteta vode, za razliko od ribičev, če pogledamo, kaj delajo na mislim na Blejskem jezeru, kaj 5 ton hranil vsako leto zmečejo in povečujejo fosfor noter. To pa se treba tudi vsak malo pred svojim pragom pometiti, preden kaže s prstom na druge. Še enkrat, na direkciji sem vam pokazal, koliko je stroke, in prosim, upoštevajte svoje enake kolege kot strokovnjake in ne kot uradnike. Hvala lepa. Mogoče spomnim nazaj, ko ste pokazali, kako recimo tele pogoji, ki so bili prej, pa pogoji, ki so zdaj, v bistvu so praktično enaki. Se pravi, že prej so bili te strogi pogoji, kaj se lahko dela, se pravi poplavna varnost, stanje voda in podobno, pa vendarle je bilo to koreč sprejetih. Kaj bo pa zdaj? V bistvu, kako je lahko možno, da so bila dana soglasja za uredbe, ki so sprejete, ki jih navaja minister? Če ste poslušali gospoda Pavleta Gantarja, vam je pogledal, od 2008 naprej se je te uredbe sprejemali po 6. točki, oziroma 5. in 6. točki 14. člena. Ja, ampak minister pač govori, da so bile tovarne sprejete. Kako so bile lahko sprejete, če so bili že takrat v takih strogih pogojih? Včasih je bilo vse naše, včasih je bilo vse naše. Ni bilo moje, tvoje, kapitalsko, nekapitalsko, vse je bilo naše. Tisti, ki ste mlajši, se tega ne spomnite. Je bilo vse naše. Ampak to po 2008 so bile pa 2 tovarne uvrščene. Kako je bilo to možno, če so bili že takrat taki strogi pogoji? Zdaj bo enako strogi pogoji? Ne znam odgovoriti, je treba pogledati. Ja, ne vem, kdo je presojal, bomo če za to pogledali, kaj je bilo. Verjetno je bila neka analize so narejene in če je bilo to izdano, je mnenje bilo izdano pozitivno in se lahko pogleda, kaj je tam noter. In tam na podlagi nekega mnenja je bilo to izdano in tisto mnenje treba ven vzeti. Jaz vam zdaj
ne znam konkretno na to odgovoriti, kaj piše v mnenju. Bi bilo zanimivo, ja. Ok, hvala lepa. Gospa Nataša Tanasova, profesor doktor Natanaša. 3 točke imam samo za pojasniti. Torej, še enkrat, ali je stavba javna ali zasebna, je za funkcioniranje celotnega ekosistema, tako priobalnega kot vodnega, je popolnoma vseeno iz tega stališča. Drugič bi povedala, bodimo pošteni. Mi ščitimo vode zaradi nas, ne zaradi vode same, ker samo zdravi vodni ekosistemi bodo omogočali naš razvoj. Z nesmiselnim razvojem in nepremišljenim razvojem bomo uničili ekosisteme in ne bomo imeli ne ekosistema, ne razvoja. Nihče tukaj ni proti razvoju. In tretjič, jaz nisem nikoli rekla, gospod Kramer, da ne zaupam, da so strokovnjaki na DRSV, to so moji kolegi, z njimi delamo, se poznamo, ampak tako kot vedno se zatakne pri implementaciji. In tukaj, vse kar se mene tiče, je edino vprašanje to, da je šlo vse prehitro in nismo imeli časa preštudirati vse te postopke, kako bo to teklo, kakšen vpliv bo res to imelo v praksi in tako naprej. Vsaj kar se mene tiče, pa nikoli nisem dvomila v tem, da so na DRSV strokovnjaki. Tako da, toliko iz moje strani. Hvala lepa, še kolega profesor Brenčič. Ja, najlepša hvala za besedo. Jaz bi mogoče v tej razpravi dal 2 poudarka. Res je, zelo veliko smo se vrteli okoli priobalnih in obalnih zemljišč, pa vendarle bi rad poudaril ponovno, da je treba vodni krog razumeti kot celoto, da je treba vedno gledati integralno. Druga zadeva, ki bi jo pa rad opozoril, pa je nekaj. Naša vodna zakonodaja izhaja iz okvirne vodne direktive o vodah. Pomemben del te direktive oziroma temelj te direktive je tako zvano participatorno upravljanje z vodami. In zdi se mi, da vse te burne debate, ki jih imamo, kažejo na to, da nam tukaj en element ravno v tem participatornem upravljanju, torej v širšem pomenu, torej vse zainteresirane javnosti manjka. Hvala lepa. Doktor Lidija Globevnik. Ja, jaz sem pa pripravila 4 točke za zaključek. A lahko zvočnik malo bolj glasno? Pravim, da sem pripravila 4 točke, vmes pa Barbara, če daš tisto sliko, ta zadnjo, ki sem ti jo poslala. Prvič, tako kot jaz razumem, priobalno zemljišče, kot ga definira zakon o vodah zdaj, v tem bi po uveljavljenih novelah ne bil pravzaprav več relevanten, ker bi se lahko gradilo povsod, seveda, če bi se študije pokazale, da se ekološko stanje ne bo poslabšalo in če seveda se zadosti uredbi, poplavni uredbi. Mislim, da povsod velja to, da prihaja na brežinah do poplav, vsaj srednjega razreda, kjer pravzaprav posegi niso mogoči. Sedanji predlog tega spremembe 37. člena po mojem zavaja investitorje in občine in ne bo res to, da bodo lahko reševali zadeve. Eno vprašanje v četu je bilo na to temo, mislim, da je strani župana. Moje mnenje je, da gre pravzaprav za lažna pričakovanja. Moj zaključek je, da lahko pričakujemo seveda ob vseh spremembah in posegih na priobalno zemljišče, tudi da bo šlo za posege v vodno zemljišče in kot rečeno, ne vem, kako imamo razjasnjene pojme, profesor Štajman je opozoril na to, ali imamo že določena vodna zemljišča in potem relevantna priobalna. Tretja točka, vodni sklad, mislim, da je dober predlog, škoda, da je šel v spremembe skupaj z spremembo 37. člena. Tako, pri tem bom ostala. In 4. točka je tale. Evropska politika, zelena politika, ima zelo veliko strategij, Green Deal, ena izmed njih je Biodiversity Strategy 2030. Ekološke obnove vodnih ekosistemov in sploh vseh ekosistemov so
top priority, top prioriteta in obnove rečnih sistemov v tem trenutku se pripravlja direktiva za obnovo. Predvideva se, in to je zapisano v strategiji biodiverzitete, da bi se moralo, oziroma da je cilj v Evropi vzpostaviti 25.000 kilometrov prosto tekočih rek. Prosto tekoča reka nima nobenih inženirskih objektov, ni regulirana. V Evropi imamo zdaj samo eno reko, ki je taka, to je v Albaniji, Losa. To je top priority politike zelene in da ne bi zdaj razpredala še o drugih teh tako zelo lepim političnim izrazom ecosystem services. To so slike, kaj naj bi mi v prihodnje delali. Jaz se bojim, da s takim pristopom sprememb zakona o vodah in s tako prakso, ki jo mi imamo v Sloveniji, ko se pravzaprav dela vse malo po domače in ko imamo zelo veliko črnih gradenj in jih lahko pričakujemo še več, si pravzaprav z nobenim zakonom ne moramo pomagati. Kako bomo spreminjali mi prakse in odnose do vodnega prostora? To je po mojem ključno vprašanje in čas za akcijo, skupno akcijo. Hvala lepa. Hvala lepa za tako lepo sklepno misel. Še kolegi iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, bo gospa Janković, gospod Fatur. Ja, najprej bom jaz zelo na kratko. Zelo se strinjam s pripombo profesor Steinmana, da seveda, da bi mi v OPN-jih korektno opredelili vodna zemljišča, kaj šele priobalna zemljišča, je treba najprej določiti točno ta zemljišča. Tukaj smo še zelo daleč od tega, če pogledamo OPN-je, kako imajo to določeno. In drugič je bilo vprašanje, kako bo ta sprememba zakonodaje vplivala na OPN-je. Zelo bo vplivala na OPN-je, predvsem, ker težko bomo zagotovili, da bi bili OPN-ji na nek način bolj restriktivni, kot odpira vrata zakon. Podobno se dogaja na področju kmetijskih zemljišč, kjer pravzaprav bi občine lahko v svojih občinskih prostorskih načrtih zožala izbor in nabor in omejile gradnjo kmetijskih gospodarskih objektov, v prostoru pa tega ne izvajajo, ker seveda zakon načeloma dopušča več. Tukaj bi jaz zaključila. Še jaz bom dopolnil še nekaj stališč glede na druga vprašanja, ki so še bila. Kolegica iz ribištva, potem gospod Miličić in gospod Čanta so govorili vsi o zemljiščih in pravzaprav o urejanju zadev, dajmo reči renaturacija, se pravi stanje pred regulacijami, potem odkupovanje poplavnih zemljišč in tako naprej. Torej, dve ključni stvari se morata pri tem zgoditi. Prva je, da imamo prostorsko politiko, ki se ozira tudi na vode in prostorsko politiko z področja voda. Jaz bi tukaj mogoče povezal to, kar je kolega Prespar povedal, načrt upravljanja z vodami. Pravzaprav ta neka celovita povezava sistema, pa mogoče, kar je gospod Brenčič govoril o tem vodnem krogu, pravzaprav, je tisto, kar mora biti očitno bolj ugrajeno, pa zgleda, da mogoče je malo premalo. In da bi to ugrajevanje seveda se moralo začeti najprej na politični ravni, preko nekih sektorskih dokumentov, seveda potem se končala v prostorskem aktu. Prostorski akt je tisti, za katerega smo rekli, da pravzaprav dobesedno na koncu potisne, umesti vsak objekt na koncu prostor. Če je to prva zadeva, pač neka prostorska politika, ki je, bom rekel, z ozirom na vode, ne glede na vode, vendar z ozirom vode, vodna prostorska politika, potem moram pri tem opozoriti še na drugo točko, in to je aktivna zemljiška politika. Pri nas boste, ko bomo govorili o aktivni zemljiški politiki, slišali to samo v kontekstu davka, predpisov, nepremičnin, ne vem česa še vsega. Nikoli ne boste slišali tega v kontekstu govora o tem, da bi mi odkupili neka vredna zemljišča, če želite gozdna, vodna, poplavna, kakorkoli pa že. Se pravi, ta aktivna zemljiška politika ima dve smeri, ni samo vezana na stavbe pa poselitvena območja, ampak mora biti vezana tudi na neka druga območja in očitno so pri tem veliko bolj šibki, kot smo seveda šibki pri tistem področju nepremičnin, ker seveda, da se razumemo spet,
pravzaprav žal čakamo že veliko let to, in tudi seveda posledično v prostoru nove poselitev se dogaja zato, ker mi nimamo aktivne zemljiške politike, ki bi tista prazna stavbe, prazna degradirana območja in tako naprej animirala in vzpostavila in potem seveda na koncu ta rezultat je pa pritisk vseh investitorjev, ki pravzaprav iščejo priložnosti nekje drugje. Jih je treba tudi razumeti po drugi strani. Kar je bilo, prej je bilo govora o tem, tudi kolegica je rekla, da bo težko v OPN-jih pravzaprav obraniti oziroma pač nek vpliv, ki bo nedvomno tukaj se pojavil gor. Pač vsaka občina bo treba zdaj njihov občinski prostorski načrt pravzaprav prebrati z vidika, kaj je doslej dopustila za predvsem urbano obvodno območje v kontekstu, ko je prej kolega Štajnman povedal, seveda, da namenska raba se seveda dela vodno zemljišče, potem pa je do njega stavbno zemljišče že. In seveda to stavbno zemljišče sicer ima še eno regulacijo, mislim, da ni v prostorskih aktih, dobesedno piše pogoje za posege v vodno priobalno zemljišče, določa predpisi področja upravljanja voda. To piše v prostorskih načrtih, ne piše noter, ni dopustno, je dopustno, tako naprej, ampak pravi, imate nek predpis, pa ga poglejte. In zdaj seveda, če se te predpisi delno spreminjajo, moramo biti zdaj pozorni na to, kaj je v teh prostorskih aktih doslej pisalo, da ne bo prišlo do zlorabe, ne v nezakonitem smislu. Pravzaprav bomo kar naenkrat imeli sistem, kjer je pravzaprav to do neke mere zakonito in seveda bo direkcija v tem primeru seveda potem presojala in morala presojati vsak posamezen primer, ki bi ga morda lahko že v nekem prostorskem aktu izločil, da se sploh ne bi zgodil. Kar se tiče tistega vprašanja kolega Ivanušiča iz Razkrižja, tukaj to je tista sorazmernost. Za neko majhno stvar je on sorazmerno obremenjen, po našem sem prepričal seveda popolnoma prekomerno, zato ker pravzaprav na tej širši ravni nimamo neke strokovne podlage, ki bi njega za nekim manjšim morda posegom umestila v neko širši kontekst in zdaj kar naenkrat on je dolžen ta širši kontekst delati. In to je tisto, kar si predstavljamo, da bi verjetno bilo treba na neki širši, dajmo reči najprej regionalni, pa potem državni pač ravni pravzaprav imeti. Kar se tiče, potem pa bom zaključil še s tem, je pa mi smo tudi zdaj govorili o teh mejah vodnih zemljišč in tako naprej. Jaz sicer mislim, da tukaj je narejen korak naprej, namreč ta prikaz vodnih zemljišč v prostorskih aktih, metodologija za zajem podatkov, hidrografije, vodnih zemljišč in tako naprej obstaja, podatkovni model je, tako da mogoče bo tudi o tem lahko kaj povedano, ampak mislim, da je tukaj nek korak naprej, se pravi, to imamo, ampak kot je rekla kolegica Karla, tega nimamo v prostorskih aktih, to mi samo imamo. Mi moramo zdaj narediti ta naslednji korak naprej. In tukaj se mi zdi, da bo ena velika naloga ministrstva, se pravi, kako to zadevo zdaj prenesti vsebinsko v resnici izvedene akte, to smo v prostorskem načrtu občinski in seveda preko prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor zagotoviti, da bo tako, da bo na koncu zagotovilo pa tiste osnovne funkcije, o katerih je pa najprej kolegica Trnacel govorila, kjer seveda voda, seveda to delamo zaradi vode, ne pa zaradi te poselitve in teh stavb, ki jih mi tukaj želimo ob vodi delati. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem udeležencem strokovnega posveta, panelistom, razpravljalcem, poslušalcem, da ste se udeležili tega posveta. Vidimo, da so vode tako kompleksen problem, ki ga je treba reševati celovito, ne samo kot vode, vodni krog, ampak v bistvu vse, kar vode pravzaprav obsegajo cel prostor. Se pravi, vode, prostor, narava in vse, v bistvu, kar je v naši okolici, je potrebno upoštevati in obravnavati celovito, kar se kaže dejansko tudi na vseh teh razpravah, problematikah, dvomih ali pa podobno. Tako da, predvsem pa to opažamo v Sloveniji, da je premalo pogovarjanja, premalo diskusij in premalo strokovnih razprav. Strokovne razprave ne grizajo in take kot danes bi mogle biti v bistvu kar redno. Tako da mogoče to v razmislek za naprej. Tudi drugi panelisti in razpravljalci ste podali neke misli, ki so tudi morda naloge za naprej ali strokovni javnosti, ali ministrstvu, ali direkciji za vode, ali županom. Tako da mislim, da nekaj smo danes slišali, ugotovili. Za ta dogodek bomo pripravili tudi nek povzetek, ki bo potem kasneje dostopen na spletni strani, spletnih straneh društev, ki so organizirali ta posvet. Posnetek, ki ga imamo, ki pač je bil narejen, bo tudi na voljo, vendar za posnetek boste morali se na spletni strani prijaviti in potem boste dobili link za posnetek in tudi kodo za prevzem tega posnetka. Tako da upam, da smo vsaj delno
izpolnili vaša pričakovanja. Menim pa, da glede na današnjo razpravo so taki posveti nujni, tako da mislim, da bi bilo kar dobro, da na vsak mesec naredimo nek posvet, kar se tiče v bistvu z področja voda na različne tematike. Problem je v tem dejansko, da se ne diskutira in ne pogovarja. Tudi to, da se pogovarjajo strokovnjaki iz res vseh področij, od prostorskega načrtovanja do vodarjev, projektantov in tako naprej. Tako, še enkrat bi se vam zahvalila za to veliko udeležbo, za razpravo, panelistom, da so si vzeli čas danes in upam, da se vidimo kmalu. Hvala.